Ok, Daniel, pozdravljen. Glede na to, da delaš v medijih, ampak bolj iz ozadja, večina ljudi te verjetno ne pozna izpred kamere, ali pač? To ni obraz za kamero, tako da... To je tisti, ki misli za njo. No? Tako. Boš morda najprej povedal nekaj o sebi, torej, kaj delaš točno? Jaz sem delal kot večina časa kot novinar, delam tudi kot dnevne zadeve, po kaj se bo dogajalo tisti dan, kaj bomo kaj naredili. Moja stvar, ki je to druga počnem, je SEO, se pravi, da se ukvarjam s tem z optimizacijo stvari na internetu, kako bo neka stvar izgledala, kam jo bomo dali, kako mora biti opremljena, da bo dobila na Google največ v iskalniku največ klikov od tam, kaj mora biti vse not opremljeno, da bo zadeva tako štimala, kaj moramo dati na družbena omrežja, da bo najbolj bum. Tudi naslove? Tle sem pa recimo zelo konzervativen. Jaz ne maram clickbait naslovov. Okay. Bom rekel, da lahko je slikovit naslov, possible. Ne maram pa naslovov, kliknite, ki zavaja. Pa ne sem zavaja, to se recimo ful pojavlja v slovenskih vedeti, to so novi podatki, poglejte si jih. A pa 5 novih nasvetov, to so clickbait. Recimo, to, kar se recimo slovenski vsi mediji to počnejo, ampak da počnejo točno to, zakaj to počnejo, to je en tak catch-22 pravzaprav. Oni rečejo, ok, če damo mi naslov, to morate videti, gledajte na Twitter, Instagram, Facebook in o tem oni računajo, da bo čim več ljudi prišlo k njim. Predvidevam, da je na clickbait naslove več klikov, ampak kako imam jaz sam izkušnje, ker tudi pri nas ustvarjamo, na mojem področju imamo tudi svoj blog glede vadb in rehabilitacije in tako naprej in ko sem pazil, mora biti vsem clickbait naslov podkrepljen za zanimivo vsebino, če ne folk neha klikati. Ja, ti če boš dal clickbait naslov, to jaz vedno rečem, to je tek na kratke proge. Ti boš s clickbait naslovi, če bi mi recimo zdaj šli v čisti clickbait, bi dobili ful več klikov. Ampak kratko Ampak dolgoročno boš ti imel tak trend padanja. Zakaj izgubljamo bralce? Zato, ker kaj ti počneš? Ti jim daš naslov z namenom, da pride k tebi na stran, da boš ti imel zaznan tako klik, točno ko. Ne pa, da bo on ostal dejansko pri tebi, pa prebral vsebino. Se ti vprašal, ok, koliko časa je on ostal v članku? A je on človek sploh prebral? Kaj bo narobe s člankom? Premalo slik, preveč slik? Kaj je bilo to? To je tudi moja naloga, da potem presojam. Ok, čakaj malo. Kako to zgleda na mobilni napravi? Kaj imamo to? A je to sploh brano? A je to v redu? Kaj imamo tle zapisano? Zakaj se to ponavlja? To so vse stvari, ki jih moraš potem ti naknadno presojati. To se je ful pozabilo. Včasih, recimo, ko so bili časopisi, so to malo bolj gledali, koliko je neka dolžina to. Zdaj se pa recimo ta clickbaitovska ideja se je že nekaj let zelo razpasla. In je, se pravim, tukaj je pa čista stvar, da ljudje pač hočejo več klikov in potem imaš pa eno ta fascinantno zadevo, ki se pojavlja. Reče, ta članek je bil ful dobro bran, svaka čast. Glej, kako so bili dobri naslovi. Pa je lahko čisto neka bizarna zadeva. Ja, ti se lahko recimo, ena stvar, ki recimo radi počnejo. Da za nek običajen dogodek dajo bombastičen naslov. Bombastičen za običajen naslov, ali pa se niti ne lažejo. Se nekaj zgodi v tujini, recimo huda nesreča vlaka, 100 mrtvih. Ja. In ti klikneš pa vidiš, da je to v Indiji. Da kaj? Da je v Indiji. Aha, v Indiji. Ne? Razumem. Sliko, sliko bojo pa dali nekje, kjer je tebi blizu, ne vem. Nemčija, tako, Evropa, recimo. Ali pa ne, kot Slovenija. Iz unega ne boš videl, iz slike ti recimo pogosto ne boš videl, kaj je fora. Ampak ni to tudi nek način, spet sklepam iz svojega dela, kako prišparati na stroških, ker ko daš gor članek, ti imaš slike, ki jih imaš že odprej, recimo, predvidevam, da imaš več slik iz svojega okolja, kot medij. Si napisal članek na sreči vlaka v Indiji, ampak v Indiji te ni bilo, nimaš direktne slike iz tam. Ni že zaradi tega, ker dostakrat se ljudje sprašujejo, zakaj so v člankih stok slike, torej slike, ki sploh
piše članek o nečem, ampak slika sploh ni o tistem. Ampak jaz mislim, da je to tudi eden od razlogov, pač ceneje je tako, hitreje članek narediš. Ne samo ceneje, niti ni toliko cenejše. Stok fotke niti niso toliko poceni, če boš ti gledal. Tukaj je tudi za stvar avtorskih pravic. Ti ne moš kratko slike vzeti pa nekaj stvar. Ti slika, ko jo uporabiš, je plačana in je potem not uporabljaš. Doskrat je tudi recimo neka taka stvar, kadar se dogaja, da ti slike ne dobiš. Neka nesreča, avtomobilska nekje, ali pa ne boš dal gor. Mi pogosto rečemo, ta slika ne bo šla gor. In daš raje stok foto, zato ker pač stok foto daš notri, včasih daš, včasih ne daš, odvisno od dolžine članka, vse ostalo je s tem povezano, ampak ti boš rekel, jaz ne bom dal določenih slik, ker so grozne, ne bom dal mrtvih in tako naprej. Ampak to se pa recimo tudi spreminja pri nas, ko določeni počnejo pa za klike, pa za vse ostalo dajo fotografije, ki imaš ti neke standarde, ki jih ne bi nikoli dal. Recimo družbeno mrežo se s tem primer postavlja se, ne. Mediji doskrat ne dajo določene fotografije nečesa ali pa to, ker potem lahko ta zadeva ima negativne posledice. Čustva. Zdaj na družbenih omrežjih se pa te slike potem širijo, ker se pojavijo, ker doskrat se... Ker te pa ljudje privat to objavljajo. Tako, ampak dajo pa na public profile, ker vidijo pa vsi okrog, ne? In potem se to pojavlja. Ne moramo se nekaj zavedati, če si ti daš na public neko stvar, ne? Pa tvoj, to recimo dosti glede pozna, vse to je samo na mojem Facebooku, pa gremo reči, jaz ne vem, koliko imam, 200 prijateljev gor, ne vem, recimo. In jaz recimo dam neko stvar na public in potem oni lajkajo, da je všečke, 3 moji frendi, pa 2 delita, pa potem še njihovi to. To ne bo videl, sem 200 mojih prijateljev, ampak še njihovi frendi, pa še vse ostalo. In te recimo elementi imajo zelo, zelo visoke potenciale, da vidijo marsikdo izven tega. To ti recimo sploh ne opaziš, kot ti včasih napiše, ne vem, Daniel je všečkal to fotografijo, pa boš ti videl v newsfeedu, da se ti pojavlja. Ne? To so full algoritmi, ki jih Facebook uporablja, ker on smatra na podlagi tega, ker ti greš, da to ti bo pa všeč. Na podlagi engagementa na tisto sliko, ko so vsi gledi, bo še več jim ponujal. Pač spiral, bi rekel, snowball efekt, ki se pojavlja. In v medijih imaš ti ta element zelo pomemben, ne? Ko imaš ti zdaj, bi rekel, spletni mediji, pa se ostalo, koliko jih pa je, bomo probali, s temi se pač dejansko v eni fazi, ko vsi začnejo to početi, ali pa se recimo določeni, s tem postane vsi zelo podobni. Ker ti boš pol šel, ti prideš gor, recimo, ne rečeš, ok, da vidim, kaj se tisti dan dogaja. In če imaš ti not 6 naslovov, ko so čisti clickbait, zakaj bi ti gor bil? Por to ni tvoj medij, na katerega boš ti rad šel gor, ali pa šel pogledati neko zadevo, ali pa prebrati neko zadevo, to je oportunitetni medij, ki bo tam prišel, pač, ker si prišel iz Facebooka, ali pa si nekaj takega, sem gor, to bom pa kliknil. Ne? Pa si... Ker pazil, kaj ljudje radi konzumirajo, kakšne vsebine imajo najraje še zdaj pogledano, je težko to je. Ni težko, ampak je... awkward, nenavadno. Bal sem se, da bom zlomil. Sej si kar močen. Tudi to je možno. Torej, kakšne vsebine ljudje radi konzumirajo, tako, če gledamo čisto bolj nesreče, verjetno? Čisto odvisno. Ni nekaj, če boš ti na konc gledal. A so še slovenske novice pri nas zelo brane? So. Ker, kako vemo, oni imajo samo bolj tiste stvari neprijetne. Ja, ampak so seveda. Drugače pa ne, recimo, ti boš imel čisto različno, od politike do ni nekega pravila. Največja stvar pri teh, ko vsi mislijo od nesreče, pa to, da to je najbolj brano, to ljudje gledajo mogoče pol ure, pridejo tisti, ki jih zanima, ostali ogromno jih ne bere. Ampak na koncu bojo politične teme, pa zanimivi dogodki, pa to dosti bolj brani. Pogosto. Zelo pogosto. To ni tako redko, kot si ljudje mislijo, da bo. Ni tako, da bi ljudje prišli gor, pa šli pogledati neko za joške, pa prometne nesreče. Prej si omenil, da imajo mediji neke standarde, kaj objavljajo, ne? Torej, koliko grafične audio-vizualne predstave dajo ljudem. Nekaj časa nazaj je bilo, mislim, da je bil nek halo okoli vdaje preverjeno, kjer so recimo pri poročanju o ubojih, umorih in to doskrat prikazali strička, kako je šel po hiši in prišel do žrtve in ga tak ne. In da je bil, to se spomnim, da je bil en takih primerov, kjer so ljudje naredili viking krik okrog tega, ne, zakaj to rabijo tako prikazati, ne. Predvidevam, no, da se mediji vsem doskrat uklonijo te... Dejansko, to, kar je za televizijo, to dejansko načine, kak je v televiziji zelo malo.
sem bolj za digitalno, pa za družbeno mrežo. Zdaj, zakaj televizije to počnejo? Vprašam nekoga, ki se s tem ukvarja že 20 let. Po moje, kdo dejansko ne ve. Meni se tu včasih zdijo kakšne zadeve, ki jih v filme, v dokumentarce ali pa te rekonstrukcije, ki se dajo, so mi tako malo nenavadne. Ne? Okay. Ampak to bi bilo pa treba dejansko nekoga vprašati, ker tudi sam rekel o slotih na televiziji, to vem, sem zelo splošno. Kako pa tam kaj deluje? Pa... Bi rekel, da če govorijo o medijih, da danes je pravzaprav medij, ki se prej imenuje socialno mreže, socialni mediji. Da je danes praktično medij že Daniel osebno, jaz osebno, Seveda. Ko nekaj objaviš na Facebooku. Ne? Seveda. Ker je to sedaj javno. Ne? Seveda. In mogoče malce lahko razložiš, kako je ta fenomen interneta in pa socialnih omrežij spremenil pogled na medije, ker včasih so ljudje konzumirali informacije izključno, ne vem, recimo 3 nacionalnih časnikov, morda 1-2 televizijske postaje in to je bilo to. Danes pa kot vidva je medij že vsak, praktično že to, kar mi da snemamo, je neke vrste medij tudi, svoj medij. Torej, ti vprašaš, kakšen je imel to vpliv na človeka, na družbo? Jaz mislim, da se je zadeva ponesrečila do neke mere. To zdaj poskušajo popravljati Zuckerberg in Facebook in Instagram in se poskušajo postaviti na nek kriterij, kaj se je naprej zgodilo. Ne? Če imaš ti neke medije, pa govorimo, da jih je 50 let v Ameriki, imaš sprednico prišel družbeno mrežo, si imel na 100 medijev, ne? Pa si lahko približno gledal, kaj bi. Ne? So se mediji zelo specializirali določenim. Eni bojo bolj te stvari pokrivali, eni bojo tistem, ti si šel tisto gledati, ne? Pa si imel teh cooking channel, ne? Ribištvo, si šel pač ti pogledati, kar si želel. Ampak si vedel, če greš gledati na kanal o ribištvu, tam ne boš dobil, kaj se dogaja v tvoji državi. Potem so bili spletni mediji, ki so bili tako časopisi, pa so bili pa še spletni mediji, ki so omogočili hiter dostop do informacij. Nisi rabo počakal do 7 zvečer. Nisi rabo na radio, ker radio je bil takrat to, ampak si lahko to počel tiho, si lahko pogledal potem na smartphone, tam je bila ta malo bolj revolucija, iz tega se je nastala, lahko si prebral, lahko si pogledal, hitro je bilo, na enakem standardu, kot se je recimo delalo na televiziji ali pa recimo na radiju, po pravilih. In so ljudje recimo kasneje začeli, jaz se pa s tem ne strinjam. So rekli, ti si levičarski medij, ti si desničarski medij, ti si X medij, ti si Z medij. In so oni pol začeli, ker je omogočalo na 100, na 200, na 300 medijev, da so našli tistega medija, ki so ga najrajše spremljali, ki je pravzaprav bil v skladu z njihovim svetonazorskim prepričanjem. Potrjeval tisto, kar so že prej mislili. Tisto, kar so oni mislili, da je tako ali tako. V Sloveniji boš recimo imel tisti, ki verjame, da so komunisti krivi za vse, bojo gledali medije, ki jim trdijo to. Tisti, ki trdijo, da so za vse krivi domobranci, nekaj takega, bojo brali tiste, ki trdijo za to, da je to. Družbeno mrežo so pa tle naredila še en korak, ki ga prej ni bilo. Če si imel ti prej spletne vsebine, pa tudi na koncu so vsi mediji pokrivali, saj govorim news mediji, novice pa to, nekako pokrivali dogodke, ki so se dogajali, čeprav so mogoče svoj pogled malo na to potegali. Družbena omrežja so pa spremenila naš pogled, ker so nam dajala vidik medija z elementi, ampak niso bili pa te, bi rekel, varnostni mehanizmi, ki so jih večina medijev imela. Večina medijev je kljub temu, kakorkoli obrneš, zadeve šla preverjati. Nekaj se je zgodilo, pokličeš policijo, pokličeš to, to drži, to ne drži, tožilstvo, kakorkoli si šel preveriti. Na družbenih omrežjih tega safeguarda ni bilo. Kar je tudi prisililo medije, da so ta safeguard začeli malo opuščati. Ker so seveda hoteli biti prvi. Ker recimo, čisto en tak tipičen primer. Nesreča na štajerski avtocesti. Dokler pride do tebe, traja, recimo, da si ti v Ljubljani, se pravi, bo policija sporočila, bo kakorkoli se to zgodilo, mogoče da je kdo klical, pa ti je povedal, recimo nekaj, ampak gremo reči, da bo trajalo, pol ure. Nesreča se je zgodila zdaj, dobro veš, da bo nekdo na Facebooku
prej kot v pol ure neko stvar objavil. Ja, že nekdo, ko gre mimo z avtom, ne, ali pa pešec. Se pravi, ta zadeva se bo na družbenih omrežjih lahko pojavila že v nekem času. Prej kot na... Veliko prej. In potem se bo to zdaj širiti, nesreča na Štajerskem, da zdaj pogledajte, kaj bo itd. Naša naloga, recimo v tem primeru, je bila, ok, videli smo ta posnetek, takoj kličeš policijo. Ne greš napisati, da je bila prometna nesreča na Štajerskem, ampak rabiš nekoga, da ti to potrdi od uradnih organov. Zakaj uradni organi? Ker oni imajo zelo jasne standarde, kaj se sme, kaj se lahko, kaj bodo naredili in kaj se bo zgodilo. Družbeno mrežo in to spet traja. Se pravi, če smo mi dva, recimo, da je video bil objavljen 5 minut po nesreči, mi smo videli recimo 20 minut zatem in bomo mišli še preverjati, lahko traja tudi pol ure. Ne? Se pravi, 1 uro od nesreče. Je bilo pa že 1 uro, so vsi vedeli recimo o tem. Tako, torej, ali si pa še kaj koristen. Tako. In potem, kaj so ljudje začeli, mediji pogosto začeli delati, ne vsi, da so zadevo nepreverjeno objavili. Se pravi, sorry, to je se zdaj zgodilo, čim predemo gor. Zato, ker so oni videli na družbenih omrežjih. Kdor je prvi, tisti bo imel največ klikov. Okay. In kaj bi to bil paradoks, se dejansko pojavilo. Ljudje so prišli na tradicionalne medije gledati, o nesreči, da bi dobili malo več uradnih podatkov. A hkrati so oni imeli nič novega, kar so oni tako na družbenih omrežjih niso že izvedeli. Ali pa celo prej so več izvedeli na družbenih, če mogoče kdo napisal, je bil od spodaj več poškodovanih, sem videl to, sem videl levo, desno. In pa so postali ujetniki. Potem so se mediji malo umaknili temu, ker marsikaj neumnega se je delalo. Marsikaj se je zgodilo. In potem so ljudje, mediji so brez veze, ker so tako na Facebooku pa na Instagramu videli marsikaj, kaj se dogaja. Težava je bila pa v tem, ker če bi to ostalo pri tem, da bi imel ti neko random pridobivanje informacij z družbenih omrežij, bi se to uspelo. Ampak družbena omrežja niso utilitaristična, vseobsegajoča stvar, ampak so zelo jasna za profit. Ne bo to Facebook, ne bo to Instagram, ne bo to Twitter, to so podjetja, ki delajo za profit. Njihov cilj je, da boš ti več časa ostal na njihovih platformah in da boš čim več klikal. In so oni uvedli različne algoritme in sisteme, ki bojo tebi prikazovali informacije, ki bojo tebi všeč. Kar je logično, jaz recimo ne bom bral o uporabi modrca v vročem vremenu, ker me to enostavno ne zanima. Ne? Potem po drugi strani bom pa recimo kaj drugega bolj natančno gledal. V tem primeru je to verjetno dobro, ne? Da se prilagaja tvojim željam. Ne? Tako. Ampak je bila težava, da se je ta zadeva malo potem prelisičila v eno drugo stvar. Kaj se je zgodilo potem, predvsem na političnem nivoju je bilo to, jaz sem recimo lajko politike, ki so meni všeč, pa so bili to Matej Tonin, pa ta, pa oni levo desno, in oni bo imeli svoj politični pogled na neko stvar, in pa njihovi frendi bo imeli svoj politični pogled. Prej sva rekla, če bom jaz tebi nekaj všečkal ali pa delil, bom jaz videl tvoje objave od kolegov, ki je to bilo. In ljudje so postali vse bolj polarizirani, ker so oni v svojem družbenih omrežjih, ki preživijo ogromno časa zgoraj, so videli svoj politični pogled na svet, na vidike, ki jih pojavljajo. So ni samo eden, več ljudi je o tem govorilo. In so ljudje svoj politični pogled zelo jasno o tem opredili. To je pravi politični pogled. Vse ostalo, kar ni ta politični pogled, je čudno. In si ti pa še nazaj na tradicionalni medij, ki je pa relativno neutralno te zadeve poročal. To se je zgodilo, ta je rekel to, gremo. In so oni rekli, zakaj, recimo, tipičen primer, recimo, si naredil neko nico, zakaj pa ste unega bedaka tam izpostavljali, kot v komentarjih pol da vidiš. Zakaj pa une tam izpostavljali, so tako domobranci, pa so tako komunisti. In ta zadeva se je perpetualizirala, ker dejansko, če si gledal, so že parkrat Američani imeli dobre raziskave, pri nas jih še ni bilo, da še nikoli niso bili politična telesa tako polarizirana, kot so zdaj. Zato, ker so na koncu brali, ker ti, pazi, na Facebooku bom jaz recimo delil članek medija, ki je recimo ful naklonjen mojemu političnemu prepričanju. Pa je to kakršnokoli politično prepričanje. Recimo, jaz mislim, da morajo delfini biti zmagovalci volitev. In jaz bom imel po všečkane prijatelje, pa dobival bom več člankov, ki bodo govorili o delfinih. Ki mi bo Facebook algoritmi avtomatsko dali, ker vejo, da bom jaz na podlagi prejšnjih klikov in izkušenj, da bom bolj jasno na njega kliknil. In jaz bom imel tudi nesorazmerno ogromno teh informacij. Iz tega, o delfinih. Recimo ne bom pa nič imel o orkah. Zdaj o orkah nekaj čist malega. In ko bom jaz videl nekaj o orkah, je tako, to so orke, to je itak, mi delfine. In smo mi prišli do točke,
ker oni vidijo medije kot sovražnike naroda. Eni in drugi. Ne? V levi in desni bodo videli medije kot sovražnike naroda, ali pa ne vem, največje. To se v koroni ful dobro vidi. Ti boš imel ljudi, ki bodo slepo verjeli, da je korona antraks ali pa novičok. V drugi strani imaš cel kup ljudi, ki verjamejo, da je to nič. Ne, da ni nič, še hujše, ne da ni to nič, da je to prehladek, nekaj tega, da je to zarota, da je to neka svetovna zarota, kabale, kaj pa že, pedofilo, to je ful zanimivo, možeš enkrat si pogledati. Vse teh teorij je ogromno, ne? Ampak, Tisti intervju je bil zelo znan z David Ickeom. ja, To si ga pogledal. ne sem dobil 20 sporočil z njim. Ampak kaj se je pa zgodilo? Če so prej rekli, da nekdo, ki ima rad delfine, bo dobival delfine, ork ne bo nič videl, nekdo, ki ima rad orke, bo dobival samo orke, delfinov skoraj nič ne bo videl. So tele ljudje, ki so začeli verjeti v te svoje teorije in lajkali teorije in gledali te teorije in delili te teorije na svojih Facebookih in Instagramih, preferenčno imeli večinoma te vsebine. Ne? Pa to je na stotine ljudi, ki to verjame. Ne samo jaz, glej ga unega, pa pa ta strokovnjak, pa levo, desno. Mediji smo bili pa spet ujeti tle, nekaj vmes. Imel si eno stran, ki je zahtevala, da se pač to dela čisto po vojaško, ne, drugo stran, ki trdi, da to ni nič res, oziroma celo trdijo, da mi igramo v zaroti uničevanja. Spet druga stran pa reče, Pa je kaj na tem res? Je v medijih prvi kakšen pritisk iz višjih kadrov, se veš, danes se velikokrat omenjajo zarote v smislu, koga že dostikrat omenjajo, Georgi Sorosa, recimo, in podobne, ne? So tukaj, torej, čisto konkretno, je kdo, ki nate pritiska? Soros vsak dan me kliče. Lej, to so bi rekel, tudi glede Sorosa so bile sem teorije zarote, ki so politično koristile določenim. Ker ti imaš teh, bi rekel, mecenov, ko je Soros imel javža, nikoli ni Soros klical, nikoli nima veze s tem. Ti imaš največ, so določeni politiki, ker so vedno politični pritiski. Meni telefon skozi zvoni, ker me kličejo eni in drugi iz politiki, recimo, ali pa mi pošlje SMS, boste o tem kaj napisali, zakaj ste pa to tako napisali, nekaj takega. Tega je ogromno in to ti relativno zelo dobro sfiltriraš. Tisti, ki vam bojo trdili, da jih politiki ne kličejo, ali pa gospodarstveniki, ali pa tega se malo zmotijo. Največja stvar je, da pač ti zadeve te zignoriraš. In teh pritiskov je ogromno. Se tudi tožbe. Imaš te pritiske bolj iz strani splošne populacije, ali tudi kakšnih močnejših posameznikov? Bolj vplivnih. Ja, govorim iz splošne populacije, teh pritiskov so se redko pojavljali, so se pojavljali v valovih. Te iz politike pa kar prihajajo. Ni tako redko to, da bi se zgodilo. Kaj to pomeni, da kakšen politik pokliče ali ti piše? Ja, ful se je spremenilo, sem recimo s starejšimi kolegi sem se pogovarjal, da včasih je bilo to bolj tako, da so klicali odgovornega urednika, zahtevajte, da se ga odpustite. To se je zdaj ful spremenilo, ker so videli, da to ne deluje. Mogoče v prejšnjem sistemu delovalo, ne vem, zdaj to ne deluje. Dejansko imaš ti tako ful zaščito, kar se tiče, da te bajta ful zaščiti. Imaš tudi zakoni so glede tega dobro napisani. Če bi slučajno kdo te poskušal, je kar jasno. Zaradi tega tudi včasih vidiš, da kada kak politik napade kakega novinarja, da zelo v krču reagirajo novinarske organizacije, so zelo alergične na te zadeve. Ne? Večinoma te pokličejo, da bi ti razložili malo bolj, ne? Da nisi popolnoma razumel. To je taka tipična, ne? Floskula, Ki te potem kliče, se dobimo na kavi, vse vam bomo razložili nekaj tega, ne? To je Pa greš na kavo dejansko z njimi? Ja, dosti pogosto greš. Tudi fair je, da greš na kavo. Ti o ljudeh, ki pišeš, pa recimo, tem je fair, da greš z njimi na kavo, ne? Zato, ker je prav, da jih spoznaš tudi osebno, ne, če pišeš o njih, tako je. Tudi jaz recimo, sem bil z marsikom na kavi, ne. Pač seveda, o teh kavah se nikoli ne govori, oni, če bo želeli spregovoriti, izvolijo, ne. Jaz pač o tem, kar je tam ne bom govoril, pač to ne pomeni, da mi jaz karkoli oni želijo tudi naredil. In to se spreminja. Ta za razumevanje tega se ful spreminja. Včasih ni bilo tako. Včasih je bilo tako, če ti je nekdo častil kavo, boš pa ti to napisal. Ja, seveda, da boš pa ti bolj preferiral tega človeka. Ne? Pa v resnici ni tega. Včasih se ti recimo zgodi, če ti nekdo fantastičen projekt, recimo, ne vem, kliče kak startup. Pa greš recimo, greš to, pa ti ful dober projekt, pa te tudi malo naduši, pa bi ti to tem malo pisal, ne. To recimo, ampak pri politiki, pa pri tej gospodarstven si pa zelo pazljiv, ne.
Imaš pa zelo, plus da je recimo zelo odvisno, da se jaz imam to prakso, da vedno pokličem eno pa drugo, da vidim, kaj se v tem dogaja. Pa tudi kakega starejšega, pa kakega, ki malo bolj se spoznajo v določene zadevi, če ne poznam, da pa vidimo, kaj se dogaja. V čem bi pa rekel, da je potreba, ali pa vsaj v Sloveniji bila potreba potem, da kot opažam, marsikdo, pa tudi za tujino to velja, vidi te dominantne medije, etablirane medije kot dosto enostransko, oziroma bom rekel podobno misleče, podobno mislečo kasto ljudi in zato so se ustanavljali neki alternativni mediji. Ne. Mislim, da so res, recimo v Sloveniji lep primer, recimo Nova 24 televizija, ne, ki se je ustanovila glede zaradi tega, ker naj bi etablirani mediji poročali negativno o pač politični stranki SDS in podobni. Bi rekel, da to je bilo res nekaj krivde na etabliranih medijih, da se je ustvaril tak gnev proti njim in da so tudi potem ustanavljajo alternativni mediji ravno zaradi tega, ker so delali napake etablirani mediji. Nova TV je bila tle malo slaba izbira. Zdaj, Nova TV je pač strankarski medij. Je bila nastala na potem, ker je SDS želel svoj medij, ki bo njihovo propagando zapakiral v obliki medijskega projekta. Imaš druge medije, ki so recimo bolj primerni za tem, ki niso bili v njihovi tem, ne, ki so bili bolj neutralni, pa so upravljali desni pol, ne bi temu rekli temu. Levi mediji, ne bi rekel, da je bil ta problem, da se niso prilagajali pogosto na določene zadeve, ki so se dogajale. Če imaš ti, recimo tipičen primer, ti imaš 20 let leve vlade, imaš pa recimo 4 leta desne vlade in pač problem, nažalost, desnih vlad pri nas je to, da so bili izredno ali premier ali pa kdorkoli. Slabi komuniciranje. Ne samo slabi komuniciranje, meni so kot da zarota je bila videna povsod. Ne? In potem, ker ta zarota je potem nastala z enim in drugim, ne? je seveda rekel, ja, lejte, mediji vas zavajajo, to je tako, pa tako. Ne? Rečeš, ni. Podatki kažejo, da ni. In ti nekoga, ki pač ti ne bo želel verjeti, ker imaš ti 10-20 let neko gonijo proti temu, da to vse, kar je, to ne drži, da vse to, kar je, ne? Bo prišel do tega, da ljudje dejansko bojo, kot bi rekel, leve medije gledali, kot da so hujskaški, od Georgea Sorosa pa vse ostalo. Ne? Ampak podobno dilemo oziroma sektaštvo imaš v Združenih državah, kjer prav tako očitajo dominantnim medijem, da so preveč levo. CNN je tak tipičen primer. CNN recimo reče, da je Trump nekaj bedastega rekel. Ja, kar je pogosto. In ja, ampak Trump, recimo, potem je z tega imel zelo jasno načine, kako je to delal. Ne? Ko je CNN fact-checkal njega, zelo pokazal, rekel, ne, to ni res. To so mainstream medija vam lažo, jaz tega nisem rekel. Ne glede na koliko posnetkov so dali, kakršnokoli je bilo CNN pa ostali, je Trump trdil, da to ni res in to je to. To je ta nova realnost, ki se je pojavila. Fakti niso bili tako pomembni, pomembno je bilo, kaj je rekel moj, ki ga jaz tako sledim na družbi in kaj je moj sledilec tistega, ki sedim, rekel, da je bilo meni všeč. In zaradi tega je bil Trump tudi rekel uspešen, pa na koncu, da so pač leve stranke, demokrati to ful pozabili, kaj se dogaja v Ameriki. Ampak to je pri nas, ko reče, ja, moramo imeti desni pogled, moramo imeti levi pogled. Ne? Rekel, v medijih nimaš desni, levi pogled, recimo v tem jasnem imaš novinarski pogled, ki je neka zadeva jasna, imamo ustavo kot standard, zakaj se sme, kar pomeni, da mi ne bomo pisali recimo o tem, da treba Rome naučiti kozjih molitvic in podobnega, ker so to pač manjšine, v katerih ne bomo v demokratični državi z ustavo pisali na ta način, ne bomo to so vse jasne zadeve. Ne? Se pravi, imaš ti pol agendo, ki se pojavlja, da boš ti neko zadevo speljal skozi. Ne? Katerakoli zadeva je. Samo, a ni tako, da ko sem imel, da mediji ne more biti ne levi, ne bi smel biti ne levi, ne desni. Ampak ni, že prej sva rekla, da kot medij moraš nujno diskriminirati, torej moraš nujno izločati, o čem boš pisal, ker dogodkov, ki se zgodijo, oziroma pripetljav, ki se nam dogajajo vsak dan vsem nam ljudem, je neskončno. Ne? In moraš izbirati, kaj boš poročal, o čem. A ni svetovni nazor tisti, ki v bistvu že avtomatsko, mogoče že predispozicijsko določa, ali boš kot novinar nagnjen bolj k poročanju, ne vem,
socialnih tem, ali boš bolj nagnjen k poročanju k temu, da, ne vem, da vidiš nekje v družbi nek boj, bodi si med spoloma, bodi si med razredi, ali boš morda bolj nagnjen k temu, da boš pisal, da je v družbi neka sinergija, da je, ne vem, ekonomsko, da ljudje delujejo dobro med sabo. Da, že tukaj lahko hitro pride. Ne, to je vedno problem. Ja. To imaš vedno problem. To ni... Vprašanje, če je to problem, ker to je realnost. Ne? To je problem. To imaš vedno ta problem, to tem debate ni. Jaz recimo v marsikateri zadevi, ki pišem, ali pa nekaj, da imam svoje prepričanje o tej zadevi. Vendar to ne pomeni, da ne opravim dela po novinarskih standardih. Tam imaš ti nekak template, približno, kako se boš ti tega izognil. Se zgodi, da ti včasih ne rata. Ampak za tega se te pa opozori in tudi reče, lej, to pa ni bilo cool. Je pa to seveda, jaz recimo imam prepričanja o temu pa ostalemu, ki so svoje in logično, če jaz recimo raje vojaške zadeve, pokrivam raje vojaške zadeve, pisal na to svoje prepričanje temu, kaj bi nekaj moglo biti. Jaz se tega držim nazaj, koliko se da. Meni je jasno, da se časi zgodi, da mi mogoče kakšna stvar malo uteče notri, nekaj takega. Ampak se sam pol, ko me recimo kdo opozori, ali pa kolega ali pa kolegica, ki me opozorijo, tu si šel pa predaleč, to pa to, se zadeva popravlja. In je pa tako. Ko jaz recimo napišem to, da vojska rabi recimo 700 milijonov evrov, da drugače bo zadeva propadla, sem si jaz našel na levem polu približno 30% sovražnikov. In se bodo oni meni učitelji, da jaz pišem po diktatu vlade. Ja, seveda. Ja. Bom pisal recimo o tem, da ukrepi so nekaj drugega, neka stvar. Res si omenil tiste zgodbo z džamijem, da so ti grozili. Ja, recimo, da ko sem v džamiji napisal, da pač je bilo tako jasno, da Slovenija je ustava moj standard, ne veroizpovedi, ne svoboda veroizpovedi, vendar je še skozi ostale svoboda človeka pa enakopravnost bolj pomembna. Tako, ko sem vedno rekel, lejte, tudi meni je problem, da župniki so samo moški, ne smejo biti ženski, je bilo tle isto. Ženskam niso dovolili na petkovo molitev, ker so rekli, da je gužva. Čeprav je bil to standard, ki je bolj v Bosni bil značilen, recimo drugi spet ne. Ko sem to napisal, so mi seveda grozili potem, da kak sem jaz, da Bosanc, čeprav se, kot sem že rekel, stokrat v Bosni, vem glavno mesto. Vem, da burek ni enako kot, burek je samo z mesom, vse ostalo je pa pita. To je približno, kar vem v Bosni pa o tem. Ampak je bila debata, spet se postavila, meni so grozili eni in drugi. Se pravim, skozi kariero, kar sem do zdaj, so mi vsi že grozili, levo, desno, sredina, kakorkoli. Ampak to je spet una stvar, da ljudje pričakujejo, zakaj o tem pišeš. Zakaj imaš ti na ta pogled. Pa je vojska, ker smo se mi jasni, je sestavni del države, samostojnosti, suverenosti države. In bi morali imeti vsi nek konsens v tem, da mi rabimo vojsko. Da je to za nas element države, ki nas je 91. leta rešil marsikaj hujega. Pa na koncu pa se bo spet skregali levi in desni. Na koncu so bile tudi leta 45 vojske in partizani in ameriška vojska in vsi ostali, ki so preprečili, da Hitler pa ostali niso bili. Na koncu so vojske na zahodu držale Stalina, da ni prišel do Pariza. Pa vse ostale niso bile te. Imamo nek standard, na katerega bomo išli, ne? Pa se bo spet politična zadeva, pa bom, po moje, ko bomo zaključili, bom že dobival sporočila, da zakaj pa tako, zakaj pa to, pa levo, desno. Teda vedno imaš te. Ne? Ampak se jih probaš držati nazaj. Sem še vedno pisal, kadarkoli bo vojska naredila, kako sinerijo bom pisal o tem. Zelo negativno o sinerijah pisal, pa tudi kakor druge zadeve. Vedno. To nima veze s tem, kar imam jaz prepričanje v tem. Ne bo se zgodilo, da bom jaz rekel, to pa raje ne bi pisal. Pa bi tako generalno ocenil mediji, če so zdaj rekli, da so mediji, pa bomo mogoče tako rekli, etablirani mediji, potem so pa prišli socialni mediji, ki so zdaj ugotovili, da so v bistvu skoraj vsakdo od nas je že nek svoj medij. Bi rekel, da vse te informacije ljudem, ki so jim danes tako enostavno dostopne prek telefona, da generalno gledano to ljudem bolj škoduje ali jim koristi. Jaz mislim, da nismo imeli izobraževanja o tem. Ker kje je storitev medija? Kakšna je storitev? O čem ti vidiš svoje poslanstvo kot medij? Največja stvar je moja ta, da ljudje informiramo o tem, kaj se dogaja. Da jim tudi razložim določene zadeve, glavna prednost. Če ti želiš samo neko stvar, beri sporočila od vlade, od občine, kakorkoli ti bodo tam, kaj se dogaja. Glavna stvar, gremo reči mainstream medija, kakorkoli je tem, da bomo mi relativno novinarji, ki to počnemo, neko znanje za tem. Ne? Da ti jaz v članku v neki normalni dolžini razložim neko zadevo, za zaupanjem, ki ga ima midva kot bralec pa kot novinar, da
jaz poznam ozadje znotraj tega, da sem koga že kontaktiral, da tebi ni potrebno študirati 30 strani nečesa, da boš mogoče razumel, kaj je, ampak rečeš, lej, če je tako, ali pa približno, ta je rekel tole, je ta zadeva. To je naša glavna prednost, ki družbena omrežja nima. Ker družbena omrežja so večinoma profilirana, zelo natančno, ne? Se pravi, se bo tvoje politično. Pri nas je pa tako, da mi koliko toliko neutralno, se pravi, vedno imaš tega malo bias, je vedno, ki se ga poskušaš držati. Tako, kot da bi jim rekel, ko kipi, ko kuhaš špagete, ne? Ko kipi pa držiš neko to stvar. To je tudi tvoje delo, vedno, ko pišeš. Tako, ja, malo se pa rečeš, ne, ok, 5 nazaj dol bom dvignil nekaj tajega. In to je naša glavna prednost. Ne? To je v tem, da mi stvar bomo v nekem normalnem obsegu ti naredili, da boš ti lahko v današnjem svetu, kaj se vse dogaja, v doglednem času dobil vsaj neko informacijo. Ne? Pa bi rekel, da generalno gledano vsa ta dostopnost do informacij danes ljudi bolj dela nekaj in bolj škoduje ali bolj koristi vse to? Spomnim, da nismo imeli mi izobraževanja o tem. Mi smo šoli se nikoli o medijih kaj dosti ne učiš. Tudi kak naj bi mediji približili. To se pač, kako se boš učil v praksi, skozi prakso, veš. Ampak kaj veš, če mi na telefonu preživel ne vem koliko ur na dan, boš posod malo bral. Vprašanje je, koliko mi dejansko smo sposobni te informacije akceptirati. Koliko smo se mi učili skozi cajt. Kolikrat smo mi, že sem, če smo zgodovino študirali, kolikrat so se ljudje motili, pa kaj je bilo vse potrebno, pa kaj se je speljalo. Tle je vse povezano pravzaprav s tem, da nismo imeli nikoli izobraževanja, da bi razumeli omejitve, prednosti ali pa česarkoli. In ti misliš, to tako je, ampak te mediji so, ne vem, pod Sorošom, so pod unimi, pod levo, desno, to itek brez veze, jaz bom bral te svoje. Pa misliš, da ta profiliranost ljudi, ki si rekel, da izbirajo medije bolj na podlagi tega, kaj oni že mislijo in se potem izberajo sebi ljubega medija. Misliš, da je to bolj prisotno pri starejši generaciji kot pri mlajši, ker vendarle so, se mi zdi, vsaj po mojem pažanju, ljudje, ki so že zrasli z pametnimi telefoni, ne, pa z vso te dostopnostjo do informacij, razvili nek obrambni mehanizem, recimo temu čisto podzavestno, da znajo morda pustiti kakšne informacije oziroma jih ne jemljajo tako resno. Ne. Recimo, lep primer so tiste reklame, ki so dostikrat bizarne, veš, ko jih vidiš, ne vem, vam bo zrasel penis, če boste vzeli to tableto v 7 dneh ali pa ne vem, naučite se jezika v 20 minutah. Ne. Tak tip reklam, ne vem, sicer ti verjetno bolj veš, ampak mislim, da klikajo bolj samo ljudje, ki so z internetom šele pred kratkim se spoznali, ki so dosti naivni, recimo temu, ne, ki so za take informacije dosti dovzetni, ali pa tiste bizarni maili, ki jih dobiš, ne, pomagaj v Afriki, sem John, ta pa ta, nakaži mi 1000 evrov. Kdo to nakazuje? Jaz sigurno ne, mi, ki smo rasli z internetom, sigurno ne, pa predvidevam, da mlajši od naju, ne, 20-letniki, 15-letniki, tudi ne. In isto jaz gledam na te informacije, ne, bizarne informacije, fake news, recimo temu. Ne. Misliš, da jih enako močno konzumiramo mi, kot jih konzumirajo, ne vem, 40, 50, 60-letniki? Ja, ni večjih razlik, vse po mojih izkušnjah ni bilo večjih razlik. Platforme so se malo spremenile, ampak načeloma mladi so začeli fula več na Facebooku pa na Instagramu slediti, recimo CNN, nas, kakorkoli, že vseeno. Potem, kaj mi dajemo vano, ni tako headline, malo pogled, kaj je napisano in mislijo, da so informirani, oziroma vsaj to preberejo. Ne? Starejši bralci imajo malo več, da preberejo, malo več o tem, pa pač svet okrog njih se podira. Ampak za reklame, ne vem, katere reklame penis, pa to so ponovno neki clickbaitovski zunanji iz Tunguzija ali pa iz Nigerije. Ampak očitno, če se to pojavljajo, nekdo kupi, ne? In to ljudje kupujejo. In vem, da ko sem enkrat za Nigerijo eno zgodbo delal, ne vem, pač neki ta nakazovanje, je zelo zanimivo, da so različna leta so se v temu pojavljala. Ni bilo še kot 60 plus, so se tako 20, 25-letniki. Je ta zadeva zelo nenavadna, ko je prvič malo to prideš. Tudi ni neke, je razlika se, da so starejši bolj navijeni k njemu, ampak ne moreš pa reči, zdaj mu pa ni zavarovali na ta način. Rekel pa eno, ki imaš za parental advisory, ne, da bi otrokom preprečiš, da bi nekdo gole slike potegnil, ne, da bi imeli za starejše neko tako stvar, bi mogel za celotno populacijo imeti.
Pa si kaj opazil, ali je poraz vseh teh alternativnih novic, medijev, prej si omenil, da je, kako je to vplivalo na dominantne medije. Pa bi rekel, da se dominantni mediji kaj bojijo te konkurence. Zdaj ne govorim samo o novicah, kot si prej omenil, ko nekdo objavi na Facebooku nekaj, ne? Ampak o dejanskih medijih, kot so YouTube, danes veš, da imamo že razne tele YouTube medijske hiše ali karkoli bi temu rekli. Ne? Konkurenca je vedno dobra, tudi v tem primeru. Konkurenca je vedno dobra, ker je prisila medija, da se pravzaprav prilagaja čim hitrejše. Kdaj bi se to vleklo še 20 let. In konkurenca je vedno dobra. Tudi, veš, recimo, tak tipičen primer, CNN pa Trump. Da Trump skozi piše, da CNN-u ful padajo bralci pa nekaj takega, ne? Ne. Neka branost medijev ni toliko padla. Še skozi ljudje zaupajo, kakorkoli jih ne marajo, pa nas ne marajo, še skozi toliko zaupajo, da vsaj približno delo smo opravili. Da pač vedo, da mogoče na Facebooku nisi brati. Ampak, dokler je neka neutralna informacija. Ko pride pa do profilirane informacije, je pa zadeva že malo drugačna. Ne? Korona je tak tipičen primer. Ne? Ti imaš zdaj, ko smo rekli, nekdo ne verjame v korono, nekdo bo prepričal, da je to zarota. Mediji bomo poročali tako, kak je približno, grem reči zdaj resnica, ampak bom dal navednice, ker se ta zadeva spreminja. Skozi znanstveni pogled na svet. Če znanstveniki pravijo tako, zdravniki, infektologi tako pravijo, ljudje, ki jim zaupamo, kot da bojo zdravili nas pa vse ostale, potem bo ta zadeva ta, ki bomo mi o njej govorili. In ne bomo govorili, da je bila to neka svetovna zarota, kabale pa vsega tega ostalega. Mi je pa jasno, da tele ljudje, ki tam v tistih fringe, teh alternativnih medijih, ki se ponujajo, je moje vedno vprašanje. Tudi, kadar se pojavljajo določeni govorci, ki uporabljajo družbena omrežja za širjenje svojih alternativnih pogledov, je moje vprašanje, kaj bi oni od tega imeli. Ker noben medij tudi hoče imeti več ugleda, hoče imeti več, žensk, hoče imeti več tega, kakorkoli nekaj želiš, se pravi, nekaj stvar nekaj ti za nekega početi, ampak imaš neko željo iz tega. Ne? In pa tudi alternativni mediji, ki so se pojavljali, so vedno imeli denar. YouTube ima za denar, Facebook ima za denar, vsi ostali ima za denar, da se niso bistveno spremenili od glavne, od teh mainstream medija, kot bi ti rekel. Sem drugačno nišo so našli. YouTube sam po sebi ne bo ogrožal medijev, ta glavnih, kot je, ker ima zdaj YouTube ima svoj ekonomski model, ki jim deluje, no, ne mislijo verjetno vse te zadeve. Tako da celcet, ko se je govorilo, zdaj bojo pa veliki problemi. Pač največji problem, ki je bil še redno, ne rekel problem, ampak pač naravna evolucija, ki se je poznala, da so pravzaprav mainstream medija je ubil mainstream medija. V smislu, da je mainstream medija z digitalizacijo, ki je bila dosti pospešena, bolj pospešena kot na drugih nivojih, je ubil časopise, jih je zelo zanemaril, pa marsikatere druge, radio, pa vse te zadeve. Ne? Te stvari so sigurno v upadanju. Te so v upadanju in to je glavna stvar, so tudi smartfoni. Ne? Ker če bi recimo predtem si recimo malo poslušal radio v avtu, pa nekaj tajga, pa si mogoče pol na računalniku, malo informacije bral, so bili smartfoni ena stvar, ki ti je veliko k temu prinesla. Ne? In ljudje še ful radi berejo. Zakaj radi berejo? In to je tipičen primer, ker jaz vedno rečem ljudem, to se več ne bo bralo. Kolej, pej v avtobus. Ali pa na avtobusno postavi, pa pogled, kaj dela 80 ali pa 90% ljudi. Telefon. Zvok ima off. Se pravi, bojo brali. Gledali Facebooka, bojo pa šli malo pogledati svoj najljubši medij. Ki bo večinoma digitalni. To, boš imel to. Ampak večina jih pogled, sploh še slušalk ne bo imela. Bo imeli slušalke, da bo muziko poslušali nekaj tega. Ampak pogled. Ogromno bo malo, če pogledaš na ekran, pa tako vidiš, da malo gre na Facebook, Instagram, pa malo še pogled na medije. Tako da so bili mediji zelo razširjeni med populacijo. Ni tako slabo, kot se misli, da je. Ampak na nek način je vsaj Facebook gledano iz tega stališča v redu prispeval k raznolikosti informiranja, zaradi tega, ker zdaj je nek povprečen uporabnik, ki hitro konzumira informacije, ne, pa se mu ne da dolgo brati, zaradi tega, ker je informacije toliko. To je že čisto verjetno kognitivno, utilitaristično, ne. Scrolla in seveda vidi v svojem newsfeedu več
zornih kotov. Vidite, njegov kolega, ki ga ima med kolegi, objavil informacijo iz tega nazora, en iz spet drugega nazora, in da je ta človek izpostavljen, recimo temu, več zornim. Manj kot si misliš. Ta algoritmi, ki delujejo, so velik problem, v katerem se Facebook pa vsi ostali zelo prilagajajo, poskušajo to narediti, ne? Ko so govorili, da bojo po... Ker če že jaz pogledam svoj newsfeed, recimo prej sem omenil COVID, zelo veliko različnih mnenj gor ljudje objavijo, tako bom rekel, zelo veliko različnih pogledov, en objav link do tega, en napiše to, ne? In na nek način se ti ne zdi, da sicer je vsak človek zdaj postal nek svoj filozof, nek svoj novinar, ne? Ampak se ti ne zdi, da to prispeva na dolgi rok morda, k neki boljši informiranosti, da bo resnica prišla enkrat. Jaz sem mislil, jaz sem dejansko bil dolgo prepričan, da bom. Zdaj recimo v COVID pa vidim, da to dejansko bilo destruktivno več, kot bi si mi mislili. Zato, ker so ljudje začeli lajkati pa vse ostalo tisto, kar je bilo njim všeč, pa kar so želeli brati, ne pa tisto, kar bi bilo v normalnih, mirodobnih časih, ne, se strinjam s tem, ne, ker boš ti imel malo to, pogled, to je bilo tako, poberte si to, preberte malo o temu, malo o tistemu, ne. To v COVID-u se je pa videl, da je bilo to zelo problematično, ne. Da so se začele pojavljati teorije zarote, ki so se teorije zarote, to niso bile drugi pogledi, ampak teorije zarote, o tem, da leži 16-letna, nekako je bila 17-letnica v UKC-u, ker zaradi mask je dobila pljučnico. To je bila resna zadeva. Tega je bilo na tisoče in tisoče delitev. To je tisto, čemu pravimo fake news. Tako, ampak ljudje so to jemali, kot da je res, ker jim je bilo to všeč. Tako da ni problem temu, da imaš ti 2-3 medije, pa imaš ti desni, levi mediji, pa nekaj tega, pa si prebereš eno drugo stran. Problem je, ker se ni znalo ločiti, ko se je začel ta profilacija fake newsa, ni se znalo ločiti, kar je res, kar ni res. In so ljudje potem, in tu se je recimo izkazalo, pa ne sem pri nas, pa to, da smo mi šli v ta fact-checking, pa ne, to ni res, to ne drži, to. So ljudje zelo pogosto pa k nam prihajali, pa nam tudi pošiljajo, se meni zelo pogosto pošljajo, a je to res, a to ni res, zakaj je to tako, zelo pogosto. Pa ta fake news se ne dogaja tudi v etabliranih dominantnih medijih, tega ni? Zelo redko. Ponovadi se zgodi fake news, kada pride do ene napake. Kaj pa, ampak možno, da je tudi to fake news, lahko me popraviš. To, ko so očitali dominantnim medijem, da so recimo v začetku te krize objavili slike, ne vem, iz Italije, iz mrtvašnic in to, in da so bile te slike dejansko, ne vem, stare po več let. Še enkrat, to je bilo 1 ali 2 medija, ne ostalih 10. To mi ful pozabljamo, rečejo, pa so mediji objavili. Ne, večina jih ni. Večina je rekla, tisto je bilo, ni bila Costa Concordia, kaj je bilo, nekaj drugega je bilo. Skratka, tiste truge, ki so bile tam, to je bila neka nesreča. Ampak sedaj dejansko, če nimaš slike dejansko iz tiste mrtvašnice, kaj boš kot medij objavil? Ne boš tega, vse je bilo cel kup slik. Jaz vem točno, kje je to prišlo, v katerem slovenski medij ne bi zaradi izpostavilo, točno vem, kako je tam in je iz tega prišlo, da je bil to medij. Ne, ni bilo. Dejansko ni bilo. Večina medijev tega ni objavila. Večina medijev je rekla, ne, to ni od tam. Tudi opozarjali smo odkrito in tudi smo imeli cel kup člankov teh fake news pa laži, ki so se pojavljale na internetu, ker smo izpostavljali, da je bila ta informacija, ker ta slika je bila iz družbenih omrežij. Okay. In zdaj, lahko bi ti skoraj povedal, ampak je na družbenih omrežjih se je začela še na Twitterju, se je najbolj. Okay. In je od tam bila pobrana, ker nekdo ni opravil svojega novinarskega dela. Kaj pa očitek dominantnim medijem, da se poješ svoje mnenje, če vidiš, da je to res, da vseeno imajo nek skupen tok svetovnega nazora, no, recimo temu tako, da sledijo neki viziji globalistične družbe in da skušajo, pač seveda temu primerno, manj poročati oziroma napačno poročati tudi za izbiro posebnega besednjaka in tako o stvarih, ki morda nasprotujejo tej globalistični viziji, recimo imigranti. Pogosto učinek je, da naj bi mediji poročali o imigrantih na takšen način, da skušajo torej zadevo, problematiko minimizirati oziroma predstaviti v čim bolj lepi luči, kot je le možno. Je to res? Je res? Večinoma ne. Poznam eno par primerov, ko je bilo to res malo tako nenavadno izpostavljeno, več pa je to, ampak cela zadeva se ena stvar, kaj mi se ful pozabljamo. Ne, mi pa niti ostali nismo rekli, da recimo, da je treba open arms ali pa nekaj takega. Mi smo pač o tej zadevi poročali tako, kot je. Zadeve trajajo tok pa tok in mi ne bomo kot mediji,
govorili, da je treba te ljudi noč spustiti, ali pa da je treba te ljudi na meji streljati. Oziroma bomo rekli, da se jih ne sme streljati, ker so še vedno ljudje in ustava in zakoni so jasni. Zakoni so tudi jasni glede migracij. Tle ni bilo nobene spremembe, ampak ljudje so toliko jezni, predvsem migranti so bili ta tipičen primer, da so toliko jezni, da se tam kreni potepajo, da tega ne ujamejo, da je prišlo do tega, da so ljudje bili že, da ne bi jih motilo, če bi streljali na ljudi. Da po komentarjih potem ni nič narobe, da so jih Hrvati pretepali, pa na sočloveka, da so pretepali. Jaz ne bom nikoli napisal in bom to vedno izpostavil. Ti migranta ne smeš pretepati in ne smeš streljati na. To je kršitev stvari, ki smo jih mi po 45. letu zaradi znanih razlogov smo jih zelo jasno zapisali v mednarodnih zavezah. Pa ne samo to, to je bilo zelo jasno. To ne pomeni, da mi te ljudi, ki so ekonomski migranti, imamo že zakone iste 30 let in jih zvajamo tudi tokrat. Ampak ne bom pa nikoli in jaz ne bom sprejel tega, kdo pravijo bogi migranti. Ja, so bogi migranti. To so ljudi, ki smo mi kot države, pa vsi ostali spustili, da so šverceli, uspeli voditi njihove življenje že zadnjih ne vem koliko časa, jih pripeljejo iz Grčije z nehumanih razmerah. Mi to dopuščamo kot država, da določimo, mislim, koliko lahko, se ne s tem resno soočimo, pa se ne postavimo. Pa te ljudi tam bolj v kampih pustimo jih čez zimo v šotorih na -10. Mislim, ok, ali jih vrnimo, ali jih pa spremimo, pa nekaj naredimo, ampak ne moremo mi dopuščati, da bomo imeli mi ljudi, človeka, sočloveka, ki zmrzujeta. Tega jaz recimo nikoli ne bom. In to ni enostransko, da so oni bogi pa lepo nekaj takega. To ne pomeni, jaz tudi nimam, to je moje prepričanje, jaz nimam absolutno nobenih problemov, če vse ekonomske migrante vrnejo. Zakon je glede tega jasen. Mednarodne pogodbe so glede tega jasne. To je spet ena od drugih stvari, ki se mi potem s tem postavljamo. Jaz sem tudi recimo že večkrat poročal, da je problem na meji, recimo, da je premalo policistov, da je bilo mogoče vojska potrebna, pa vsega ostalega, da se to prepreči, ker te ljudje so pravzaprav žrtve, pogosto žrtve manipulacij, ki se dogajajo v Siriji. Jaz, ko sem v Turčiji živel dol, je bilo to tipičen primer. Zahod je bil med in mleko. In so potem bogim Pakistancem tam zadnji denar, ki so ga imeli, jamali, da so jih pol švercali do Makedonije, nekaj takega, ki so potem brez prebite pare jih prepuščali v južno Srbijo. Seveda, to je na nek način fascinantno, kaj je človek pripravljen narediti, da pride v neke boljše razmere življenja, ki vse najdejo te ljudi, pod tovornjaki, poleg tega, da plavajo tam čez Egejsko morje. Da smo si jasni, to ni nič novega. To se je delalo 50 let nazaj, to se bo delalo še 50 let, ko midva oba že 2 kubika imela na hrbet. Se bo to delalo. Ampak to ne sme biti razlog, da mi kot družba dopuščamo, da organi pregona na kakšen način mučijo ali pa te ljudi, ker so pač oni v svojem prepričanju, da bo prišli na Zahod. Oni lahko pridejo na Zahod, ampak mimo zakone zelo jasne, kaj se bo zgodilo, ko bodo prišli na Zahod. V veliki večini primerov jih bomo mogli vrniti. Ampak je zdaj vprašanje, a je človeško, da zaradi tega, ker mi ne zaposlimo 10 dodatnih ljudi ali pa zakon toliko ne spremenimo, da zadevo pospešimo, da mi osebo pustimo 5 let ali pa še nekaj časa, da živi v državi, potem pa rečemo, da gre nazaj. Potem pa rečemo, da gre nazaj. Tako. Pa ta čas pa kle vmes vegetira, gnije dobesedno. Ali pa, recimo, pogosto se jim tako zgodi, da jim reče, ok, zdaj si ti v času, ko se ta zadeva za azil preverja, imaš, ne vem, začasno prebivališče in si ljudje življenje ustvarijo. Tukaj se mi zdi slabost v tem, da na nek način države, pa politike, pa tudi morda mediji, želimo biti politično korektni na ta način, da ne želimo jasno reči ljudem, gledajte, taki so pogoji, ne morete vsi v Evropo, zelo redko kdo bo prišel v Evropo, in da bi že ta signal dal, jasno vedeti ta signal, da damo jasna taka načela in zakone, in bi s tem tudi zmanjšali trpljenje njih, ker bi vedeli, da ne morejo kratko hoditi v Evropo in ne bi tvegali. Tudi ne bi prevzeli tega nevarnega tveganja na svoje pleča in bi ostali v svojih državah in tam poskušali svoje življenje izboljšati. Ampak ker se mi zdi, da tega ne želijo ljudje, pa tudi politika jasno izreči teh stališč, kot so prej rekel, manjka liderjev, se ustvarja neka cinca marinca, po domač povedano, zaradi katere so vsi na slabšem, zaradi katere na nek način, in pazi, tukaj je tudi zanimivo, jih sprejmejo, potem pa z njimi ne vejo, kaj početi. In tukaj je tudi problem na obeh straneh politike. Recimo primer, ki ga dostikrat ne izpostavljajo,
v javnosti, je, da tudi leve politike so na nek način, kljub temu, da so bolj na prvo žogo želijo odpreti vrata migrantom, so, če pogledamo malo globje, ne, v njihova stališča, so zelo protimigranska. Recimo primer sindikati. Sindikati nikoli prežvečali ideje, da bomo mi zdaj sprejeli v Slovenijo, ne vem, se bom zmislil, 1000, 100 000, milijon delavcev, ki so pripravljeni delati veliko več, veliko ceneje, milijon doktorjev, ki so pripravljeni v naših zdravstvenih domovih delati veliko ceneje, veliko več, veliko bolje. Te bi si sicer želeli, ampak jih ne dobimo, ne? To je največji problem. Bi bili hitro proti, verjemi. Že profesorji pri nama gor na FDV-ju, če bi jih vprašal, ok, vse ste za svobodno priseljevanje, pa da čim več ljudi pride v Slovenijo, ampak a ste za to, da vaše mesto zamenja cenejši Kitajec z večjim IQ-om? Napačno si vprašal, mislim, da bi mogel tako da vprašati, da na njihove naslike, veš, da imajo doživljenjske mandate. Ni mi tako vseeno. Ja, se zato pravim. Za ne zanimiv bo problem. Se zato pravim, ne. In če se vrnemo nazaj na to, ne, v bistvu zanimivo dilemo, ne, je, vidimo, da na koncu nihče pa noče te ljudi, ne, imeli bi jih na v nekih, kaj so ti azilni centri, tam bi jim dajali za jesti, dajali bi jim pač osnovne potrebščine in kot si sam rekel, to pol traja leta, na trg dela jih pa nihče ne želi spustiti, oziroma se jih nihče tudi zakoni so recimo mogoče zastareli. Če ti nekoga veš, da je, ne vem, jaz ne morem presoditi, ker nisem azilni agent ali karkoli imamo mi za tem primeru, ne, ampak azil je zelo jasen stvar mednarodnega prava. Ne? Kaj to pomeni? Če nekdo pride iz neke države pa potrebuje azil, se to preveri in se ga vrne ali pa ostane. Ne? Pa nas jih imaš pa pač ogromno, mislim jasno, sem bil takrat na meji, ko je bila 2015, ne? Bilo večina jasna, takrat so vsi govorili, da so Sirijci, jaz sem tudi govorili o tem, da to niso Sirijci. Jaz sem takrat, ki je že iz Turčije prišel, sem nekaj malega turškega, nikoli, da bi zdaj Iliado v turščini bral, ampak tako nekaj, da sem se pa lahko. Ne? In sem recimo doskrat turščino mogel uporabiti. Tam so imeli arabskega prevajalca, sem pa parkrat turško odskočil, ker sem videl, da so ne Sirijci, ki so prihajali zraven. In bilo takrat jasno, da bo zadeva postajala vse problematična, ampak pač takrat so bili drugi pogledi. Kar se tiče pa tega, ko pravijo, ja, levi bi radi, da bi vse sprejeli, vedno jih spomnim na to, da naši zakoni o priseljevanju, ki so najbolj restriktivnih v Evropi, so nastali pod levimi vladami. Niso nastali pod desnimi vladami. So nastali in obstali pod levimi vladami. Ne? Ja. To je vprašanje političnega boja, kaj bodo eni pa drugi govorili. V praksi so bili pa čisto drugačne. Se pravim, da kjer leva politika postavlja velike restrikcije, predvsem pri možnosti dela, zaposlovanja, posla, ustvarjanja posla in na tem področju seveda se morda dostakrat ne zavedajo, ne, da kljub temu, da si ti lahko nominalno za priseljevanje, ne, če imaš velike restrikcije na tem področju za prišleke, ne, ja, halo, pač potem bo je tudi težko. Ne, pa se tudi azilna zakonodaja pri nas je res stroga. Kdaj mi nekomu odobrimo azil, pa nekaj takega. Mislim, da je 95% mi zavrnemo nekaj takega. Recimo Nemci imajo dosti nižji ta standard, ne. Je kar nenavadno, ne. Mi smo zelo oštri, kar se tega tiče. Jaz poznam en bizaren primer v moji ožji družini, ker ima za eno mongolsko družino, ki so v bistvu politični migranti iz notranje Mongolije, ker jih Kitajska tam preganja. In že kar 15 let nazaj so prišli v družino, še kot mlade so bile dekleta. In kar je bizarno je to, da Slovenija, ker se noče zameriti Kitajski, te ljudi nima prijavljene kot politične imigrante, pa kot ekonomske imigrante. In tudi zato, da jih nima v bazi zabeležene kot politične imigrante, plačuje najemnino za njihovo stanovanje v kešu. To je slovenska država, pazi to. In vem tudi z njihovega primera, da ta moški že 15 let nima dovoljenja za delo. Kljub temu, da živi tukaj, pa prejema slovensko pomoč. 15 let ga že vem, za njega poznam. Jezik zna tako. Delovni nikoli ni mene službe imel. In je ni mogel dobiti. Vedno, ker je delal, je kakšna dela tako zraven, malo pomagal in to je to, tako na črno. Torej,
koliko je v bistvu nekih restrikcij, ne, da lahko nekdo normalno zaživi. Ne. Po drugi strani se pa jim finančno pomaga. Ampak to je en teh primerov, ne, jasno je, da to ne more delovati. Stvari, ki bi se mogli hitro spraviti. Recimo poznam par primerov Afganistancev, ko so se v Sloveniji postavili. Vsaki, da se nočejo jezika naučiti, ampak so mi pa že tudi rekli, da so Afganistanci eni najbolj pridnih ljudi, ki so se integrirali. Jezika so se naučili, najbolj prijazni. Ne se tam Mongol ne zna jezika zgli zato, ker ne dela. Ostali njegovi člani zna. Ampak je pa ta stvar pri teh Afganistancih, ker sem rekel, da postopki trajajo zelo dolgo. Ne? So oni najbolj veseli, da lahko tle ostane. Ni veselo, so oni tle na Hrvaškem in Bosni, sem da pač niso v Afganistanu, ki pač bodva je iskrena, ni ravno najbolj svetovni primer stabilnosti od države. 3 leta tukaj se že skoraj integrirajo do določene mere. Ne? Je pa res, da moramo upoštevati število. Ne? Če pride nekaj Afganistancev tukaj, se hitro integrirajo, ne? To je normalna psihologija človeka. Tudi če mi gremo pa zdaj v enem kosu milijon Slovencev živeti v Avstrijo na Koroško, ne, da jo naselimo, zopet, pa ne bomo govorili avstrijsko. To je itak problem. To se problem pojavlja v številnih mestih po Sloveniji, ki je bilo ogromno priseljevanja iz nekdanjih držav Jugoslavije, Bosne, Albanija nikoli ni bila, ampak recimo še tudi Albanijo, da tle zraven štejemo, ker se pravzaprav ni naredilo konkretnega načrta za integracijo. Pravzaprav se ga je ignoriralo, nismo hoteli biti po eni strani ksenofobi, nismo po drugi strani imeli dovolj ljudi zaposlenih, pa smo začeli spet malo več denarja v to metati. Nismo pa se postavili... Klasično, Nismo pa postali ravno, ker na koncu, jaz ne vem, to bi mogli tisti za integracijo, v integraciji sem zelo malo pisal, tudi ne poznam teh zakonov, vem pa, da traja nekaj časa. To ti se izkušen, ko sem v Turčiji bi rabo 5 let, recimo, ne, da bi se rekel, ok, ne, zdaj pa že dovolj kulture poznam, pa obnašanja, da bi rekel, zdaj sem se pa recimo malo integriral. Ne. Pa bi rekel, da je v dominantnih medijih, v teh, kjer delaš tudi ti, torej etabliranih medijih, da je možno pisati, poročati o takšnih temah, kot so jih dala izpostavila, tudi na malo drugačen način. Torej, če so recimo dominantni mediji bolj recimo temu naklonjeni nekaj ideji o tem, da je pač pravično in pravilno, da vsak človek, ki želi prestopiti mejo in delati v drugi državi ali pa živeti v drugi državi, da mora imeti to pravico. Tega mi ne pišemo. Ampak tega mediji niti ne govorijo. Ok, ne govorijo, ampak implicitno morda to sporočajo. Poglej, kaj se piše. Mi govorimo samo o eni isti zadevi. Da je nefair, da se ljudi pušča v negotovosti dolgo časa, da je absolutno nesprejemljivo, da ljudje imamo zaprte v azilnih nekih zaporih, ne vem koliko časa, dokler se mi ne odločimo, kaj z njimi, da je absolutno nesprejemljivo, da mi nismo še skozi od leta 2015 tega zdaj že 5 let presekali teh tihotapskih poti ali pa se zmenili z ostalimi državami, da bomo kaj nekaj naredili in govorimo, da morate ljudje časati. Je pa absolutno logično tudi meni, da če bomo mi nekoga te 6 let, zato ker se mi nismo mogli pospešiti se 2 papirja, pa da ga potem se bomo pa zdaj odločili, ko se je človek že integriral, da ga bomo pa vrgli zdaj nazaj, da to je pa tudi meni sporno. Dobro, mogoče ne pri vašem mediju, to moram priznati, da še ne berem tega, ampak če pa gledam kakšen RTV, SLO, sem pa zdi, da imajo kar dosta člankov na temo, kjer želijo prikazati priseljevanje kot nekaj zelo dobrega za državo. Tudi različnost v družbi, recimo te pojmi, ne, različnost v družbi, diversity so danes zelo in so nam blizu, tudi meni pri srcu, ampak kot nek novinar bi se morali v teh stvareh poročati tudi mogoče iz stališča kritike. Mi smo recimo, pa ne sem jih tudi ostali, ni bilo sem. Ti imaš vedno, da ti bo eni rekli diversity, ampak v te istih medijih boš pa pojavil, da se je izpostavljalo težave v Velenju, da se je izpostavljalo težave v Celju, ko recimo ne znajo jezika, pa vse ostalo. Ne? Diversity ne pomeni, da se ti ne integriraš, pa vse ostalo, ko ti nekaj govoriš. Diversity je sam po sebi dober. Diversity kjerkoli se boš ti pojavil dober, ker ti pač odpre, da boš mogoče malo več bral, mogoče se boš malo več pozanimal. To ne pomeni, da ti nisi integriran sam po sebi. In to vedno trdim ljudem, da pač diversity ne pomeni, da moj oče recimo govori perfektno slovensko, ne? To pač on zna perfektno slovensko, vse ostalo. In vse, kar zraven pride, Soči zna boljše zrecitirati od mene, ker sem se nazadnje v 8. razredu učil, pa je on tle že 50 let. Ampak to ne pomeni, da ti o teh zadevah ne pišeš pozitivno ali pa negativno. Tam, kjer te zadeve niso uspele, pišeš o tem, da niso uspele. To pa, da pride nekdo iz
Indija podpre indijsko restauracijo, pa je tle integriran, plačuje vse davke, pa ne more biti slabo. Govorimo pa seveda pa o nekih mejah. Ni moja stvar, ne kot novinar, da mi jaz prejel, koliko je ta meja. Jaz kvečemo dobil strokovnjake, ki mi bojo povedali, ja, ne vem, tok pa tok populacije, recimo to pa to pa to pa to. Večinoma pa je pa zadeva, da take zgodbe, ki mi pravimo, integracija, kadar se nekaj takega zgodi, so ful odmevne. Te, ker se ljudje ful politično začnejo razburjati za tega. Se ti ne zdi, da je glih mogoče rana druge svetovne vojne pustila tak šok v našem razmišljanju in da smo zaradi tega zdaj toliko bolj nagnjeni k temu, da sprejemamo te ideje, kakršnokoli, ali pa bom tako rekel, kakršnokoli možnost pojavljanja nekega lokalizma, nekega tribalizma, nekega nacionalizma ali pa nekega zavračanja, nekega zavračanja različnosti v narodih in rasah in spolih in tako naprej, da kadarkoli se pojavi karkoli blizu temu, želimo to v kali zatreti. Vse ne zatremo v kali. Se ti ne zdi, da... Jaz mislim, da je to malo, se skupaj malo prenapihnjena cela zadeva. Recimo, jaz sem tudi lokal patriot, jaz sem iz Črnomlja. Nekaj iz Metlike, ki je 15 km stran, nikoli ne. Recimo, da bi bil poročen v Metliko, po moje je to največja sramota. Mislim, da ni večja sramota. Res? Kar toliko? To je Črnomlj Metlika, to je lokal patriotizem, vsega tega. To mi pa tudi v genih na koncu posod boš to videl. Ni neka zadeva. Jaz tega ne izpostavljam, jaz spremem, da velika večina zelo lepo sprejme, tudi tujce, vse ostalo. To je mogoče zanimivo, kar si to sprejel, mislim, kar si to dale omenil. Tudi ta razlika, ki doskrat se mi zdi opažam, med tem, kaj ljudje resnično mislijo, in to, ki si dal ti povedal, ja, jaz sem lokal patriot, imam rad svojo vas, svojo rodno, karkoli, ker se mi zdi, da to doskrat ljudje so taki, a pa je to mogoče del človeške narave. Drugo je pa o tem, kaj pa ljudje želijo povedati javno. Ker mogoče nisi čisto razumel, kaj sem hotel povedati, je to, da se mi zdi, da je v medijih pogosto o teh temah se ne govori oziroma se ne piše o temah, kot je, ne vem, zakaj ljudje pač smo lokal, ali pa so lokal patrioti, zakaj ljudje ne želijo toliko priseljevanja, zakaj ljudje, ker čim nekdo reče, ne želimo priseljevanja, želimo, ne vem, svojo državo, da takšno in takšno, je to smatrano kot, to pa že spominja na tisto dogodke leta 39, na tiste režime takrat. Dajmo to kali zatreti. Nimaš tega občutka? Nimam. Zato, ker enostavno, kada mi govorimo, da treba priseljevati, velika razlika je diskurs, ki ga ti uporabiš. Jaz sem recimo to sam pripadnik, da nekontrolirano priseljevanje in pač to, da mi dopuščamo, da se nastanejo posamezne celice, posamezne narodnosti, ki so recimo Nemci zmotili se, ki so Turkom pustili, da so getoizirali se pravzaprav. Bila velika napaka. In to ni število, ki ga ima zdaj zelo veliko. Ti imaš lahko, ne vem, na koncu koncev, ne vem koliko milijonov in milijonov ljudi, če jih ti potrebuješ, če so to dobra integracija, pravilno poteka, pa vse ostalo, ne bo problema. Ti imaš getoizacijo. Pa je možno to tako hitri? Ne poznam te, jaz mislim, da ne. Jaz tudi mislim, da ne, ker če gledamo nečo zgodovino, že Britanija, recimo lep primer, ki je zelo različna država z različnimi narodi. Ne vem, kdo je že v tem objavljal, možno, da je Douglas Murray, če kaj poznaš o tem govoril, da v vseh stoletjih pa so sprejemali in hugenote, francoske protestante, pa jude, pa so jih izganjali, pa spet sprejemali, pa Italijane, ne vem kaj vse, Nemce, prebežnike tam in tam, da so vedno te imigracije potekale tako, da so bili te valovi, če gledano na celotno populacijo, relativno majhni, da ni nič v primerjavi s tem, kar se je dogajalo v Veliki Britaniji zdaj od 70-ih naprej ali pa od 90-ih naprej, da so te številke, ki so se zdaj, ko se je populacija povečala za več milijonov, pa so to izključno samo v bistvu ljudje iz tujih držav, da je to na neke vrste, ker mora gledati tako, kaj mi želimo, ker jaz bi tudi želel, da bi bil svet veliko bolj racionalen, da bi se ljudje veliko bolj nehali gledati na neke rasne, etične razlike in začeli delati pa ustvarjati skupaj, da se o tem pogovarjamo, o izumljanju, ustvarjanju, ampak nažalost večina ljudi se ne strinja z mojim, recimo temu, ekonomicističnim pogledom na svet, dajmo skupaj ustvarjati, ampak imajo tudi druge preference in jaz to pač sem nekako sprejel, to dejstvo. In mogoče je bolj problem, da doskrat danes v medijih, se mi zdi, ljudje raj poročajo o tem, kaj bi želeli, da bi družba bila, namesto da bi sprejeli, kakšni ljudje dejansko so.
In da pač če ljudje recimo nočejo danes v državi imeti, ne vem, toliko pa toliko migrantov, bi tudi politiki mogli nekako to sprejeti, ne glede na to, da so mogoče moje preference drugačne. Saj so. Veš, kaj največja stvar je v tem, da je velika razlika, na kak način ti pristopiš k temu. Ja. To družbeno mreže so to mejo zbrisala in zaradi tega tako zgleda. Ker ljudje pola veš na Facebooku pišejo, te ljudi treba pobiti, te ljudi treba streljati, te nekaj tajega, to je katastrofa, kje je Hitler, kje so bili oni. Iz tega pa popolnoma sploh nima izkušenj s tem. Ampak da se je ta diskurs zelo zaostruje, ki ga politika po eni strani ignorira, po drugi strani ga poskuša soočati, po tretji strani pa pravzaprav sploh nima nekega jasne vizije, kaj bi rada naredila. Mi smo Evropska unija, kar pomeni, da so naše meje odprte. Kdorkoli iz Evropske unije lahko pride v Republiko Slovenijo živeti. Mi smo dali vsako leto toliko pa toliko delovnih viz v Bosno, ali pač Hrvaško, kamorkoli. Ne, Hrvaška je teda drugače, ampak Bosno, Srbijo pa tam. A mi potrebujemo te delovne vize? Kdo te delovne vize? Vseh ne da Ministrstvo za notranje zadeve. Ali pa Ministrstvo za zunanje zadeve. Te delovne vize dajo podjetja. Se pravi, podjetja potrebujejo te ljudi. To ni stvar države. Zdaj država lahko samo reče, nič priseljevanja več iz Balkana. Bojo podjetja iskala ljudi druge. Kar se da. Ker zdaj bomo prišli do tega, bo podjetje dvigala plače, da bodo dobila Slovence, ker te pač, ki jih dobijo z južnih držav, so ponovadi malo cenejši. Ja, se to. In bo bil ta catch-22 se ti pa začel. To je stvar, v kateri mi moramo debatirati, v kateri debatiramo in tudi napišemo notri doskrat. Priseljevanje problematike. Smo pred kratkim imeli, da je problem slabih integracij in da smo v Celju večkrat pisali o tem, da se ne integrira, da treba to več pozornosti k temu, da koliko ljudi mi lahko spremimo pa vse ostalo. Žal je pa tem, da ko mi napišemo te članke, pol tako, veš, vse nekaj posebne. Ko mi enkrat napišemo zgodbo enemu integriranemu Afganistancu, pa nekaj tega je pa to potem spet bi radi priseljevanje, pa nekaj tega, pa sploh ni indiferentni, kar se tega tiče. Smo pa jasni glede tega, kaj zakoni pravijo, pa kaj so standardi po tem, kako se z ljudmi obnašati. Po drugi strani je pa tudi ena zanimivost priseljevanja v tem, če gleda samo iz ekonomskega stališča, torej iz stališča, koliko ljudi na svetu je še vedno revnih, pa da bi mogli nekaj narediti, da se to ukine, da napredujejo. Mi je zanimivo to dejstvo na Open Borders strani, ki jo ureja ekonomist Brian Kaplan, je recimo razračunal, da če bi imeli popolnoma odprte meje, da bi možnost tega, da pride vsakdo delati tja, kamor si želijo, oziroma kjer ga iščejo, kjer ga potrebujejo, da bi se svetovni BDP podvojil, da bi dejansko to bi bil ukrep, kjer bi najhitreje lahko rešili svetovno revščino, lakoto in tako naprej, če bi dejansko dovolili revnim ljudem, da pridejo delati v bogati zahod. To pa je druga pozitivna stran priseljevanja. Te potegne še 330 zadev za sabo. Ja, seveda. O negativnih sva govorila že prej. Ampak vseeno, je na nek način... Jaz recimo sem sam pripadnik tega, da nekontroliran prihod ljudi bo samo naredil slabo. V Nemčiji, ko so spustili toliko migrantov notri, kar pravzaprav ni pol milijona, skoraj milijon se skupaj, ker niso imeli jasnega načrta, je pripravil do tega, da je AFD postal vse močnejši. Da AFD pa recimo, da so se desne stranke vse bolj postavljali na tem, kar je bilo negativno. In to pravzaprav niso razumeli številni na levi ali pa tam, kaj se bo naredilo. Se pravim, zato ker ta pogled ni vključeval dejstva, da ima večina ljudi bolj lokalpatriotske preference kot pa globalistične preference. Pa predvsem, da nimamo jasnega načrta. Tako kot pa marsikatere druge stvari, ki so bile, nismo imeli jasnih načrtov. Ker tudi vlade ne komunicirajo z njimi. Kot vidimo v tej COVID krizi, ker imamo zelo problematično komuniciranje, ni jasno, kaj se bo zgodilo, kaj bo to grožnje levo, desno, je pravzaprav tudi ena stvar, da jaz se ne spomnim, da bi jaz dobil kdaj pa imamo maile zdaj. Ja. Recimo tipičen primer maile ali pa ne vem česarkoli, da bi, kaj je migrantska politika Republike Slovenije. YouTube imamo, Facebook, vlada ima vse te možne zadeve. Bi lahko komod v živo streamala 3-5 strokovnjakov, ki bi malo o tem govorili, kaj bi vi radi, povejte vi to vse ostalo. Smo mi kdaj videli to? A ste kdaj kaj takega predlagali vladnim govorcem? 100-krat. Tudi recimo to pogrešam več uporabe. Najhujše je to, da mi smo potem tisti, ki večinoma te teme govorimo.
Ker je največja stvar, da pol te dominantni mediji, kot pravi mainstream mediji, smo tisti, ki pa, to bi bilo full fine, da bi to imeli, koga bi nam dali. Jaz sem na stotine primerov, ki se je zgodilo, pa ne govorim za migrantske, so imeli druge primere, ko je bilo, to bi bilo full fine, da bi o tem mi malo govorili. Imate koga tam, pa nisem nikogar dobil. Ta proaktivnost vlad, pa tega, da bo ljudem začela razlagati zadeve, ki se njim zdijo samoumevne, je izredno problematično, ker ni. Jaz ne vidim. Pač, če gledaš zdaj Twitter vlade, dobro, zdaj tako, pa tudi prej je bilo, ta minister je tam bil, je postavil temeljni kamen, ta je bil tam, veš, ni, da bi oni rekli, ok, zakaj moramo mi porabiti milijardo za vojsko? Okay. Vsi govorijo, vojska bo umrla, če ne bomo milijarde porabili. Ok, ampak zakaj? Naj umre. Mislim, če je razlog, da bo umrla, če ne damo milijardo, naj umre. Nekaj pri življenju ohranjati sem zaradi tega, da bo tam pri življenju, je meni logično, da ljudi ne bojo da. Srben je pravzaprav pogovarjal, da eden od elementov stabilnosti v regiji, v vse ostalo, da se bo pravzaprav zmanjšale migracije iz Balkana, tudi bomo imeli mi relativno sposobno vojsko, ki bi lahko šla pomagati v Kosovo, lahko šla pomagati v te države in stabilizirala določene zadeve, ki ne delujejo, in tu aktivne enote, dobro opremljene enote, za noč itd., vse kaj za sabo, recimo v tem primeru potegne, pa še milijon drugih zadev. Ampak mi se o tem ne pogovarjamo. Če pa se že pogovarjajo, so potem na FDV-ju kakšni strokovni posveti, med tem pa napiše nekje na strani od FDV nekaj takega. Tega komuniciranja, da bi začeli ljudem razlagati, kaj pa je to, kar recimo na Švedskem relativno dobro delajo. Ker recimo relativno spodobno Nemci delajo, pa vse ostalo, koliko se pač niso, zdaj poskušajo popraviti, tega pri nas ni. Pri nas so zapovedi in ne boš naredil. Razlag, zakaj zdaj tem pa ni. Bi rekel, da so potem takem mediji nek nadzornik svobodne demokratične družbe, da je to njihova vloga. Tudi. Ampak mediji so, to ni samo ono, ko zdaj reče, da so obrnik, so tudi, ker recimo marsikatere zadeve ne bi nikoli prišle v javnost, ali pa bile se o njih govorilo, ali pa se nekaj delo, če ne bi medije prišlo. To je dejstvo. To doskrat je kakšna stvar, ki je policija zatajila, pa ne v smislu, da ne bi naredila postopka, ampak enostavno vedeli niso, ker ti imaš recimo prijavo ali pa se jim ne zdi sporno, ali pa recimo te kakšne ostale politične povezave, ker ni zakonsko prepovedano. Tu bi rekel, ko pravim, policija zatajila ravno to, ker policija ne more preganjati političnih kupčij, razen če so koruptivne, ne? Ampak politične kupčije ne more. To je naša naloga, recimo, ne? Da mi te politične kupčije jasno izpostavljamo. In to je pomembno. Ostalo pa tudi ne. Mi recimo delamo brehov tudi kot servis za državljane. Ne? Na koncu, kako bo vreme. Pretiravam zdaj, ampak govorim to, kako vreme, kje je na cesti, kaj se dogaja, kaj so novi zakoni, ki se bojo spreminjali. Se pravi, največji problem, ki ga jaz opažam pri vseh teh je, da ni razlage. Spremenijo nek zakon, ni razlage. In potem so mediji tisti, ki moramo razlago narediti. Medtem, ko bi mogla vlada sama določene stvari delati. Simo poglej, kaj je Jacinda, ali kaj je že premijerka Ardern, ja, no zadnje. Si ti videl njen Facebook? Spet na njen Facebook. Ona vsakič po posvetu vlade, karkoli gre na Facebook in živo govori 20 minut, kaj so se zdaj pogovarjali, kaj bodo naredili, zakaj to počnejo, pa vse ostalo. Je zelo odprta državljana in vedno se skomunicira, kaj. Pri nas je pa potem obvestilo za javnost. Še vse zelo po nekih starih formularjih, kot bi iz časa to so vse te naše te zadeve so zelo take problematične, so levi, desni, vseeno, zmeraj to isto bilo. Pa ko komunicirajo že preko... Neka oholost do državljanov, no? Jaz mislim, da je bolj neznanje. Ker so itak tako mediji, se to bo itak mediji naredili, se kaj se bomo s tem ukvarjali. Ker to pomeni, hkrati smo mi največji sovražnik politike, ker pač ne poročamo vedno, kar bi oni želeli. Hkrati največji sovražnik državljana, hkrati smo mi doskrat tisti, ker je recimo problematično, recimo odloki, cel kup odlokov, ko jih ti bereš, pa nekaj tega, pa zakoni so absolutno nelogični. In potem ti dobiš nekoga, da ti razlaga, in potem mi recimo razlage postavljamo. Ampak to je standardno, to se recimo v tej krizi se grobno, ko smo mi dejansko poskušali razumeti, kaj je bilo, da so pol državljani recimo razumeli, kaj je. Pa bi rekel, da imajo tudi, če mediji so tisti, ki čekirajo družbo ali pa politiko, kdo pa pol medije nadzira oziroma jih kritizira, čekira? Vse dobiš ti, da državljani so relativno dost jasni, kar se tega tiče, ne? Kar se pisanja pa tega, dobivaš tudi e-maile, pisma, vse ostalo s tem je kar to. Drugo, zakoni so jasni, ker recimo nas kar dost omejuje zakoni. Zakon o medijih, pa recimo tega so zelo jasni.
kdaj ti lahko nekaj napišeš, kaj se lahko poveš, kaj lahko, kaj ni, kaj sme, kdaj se te lahko toži, kdaj je prepovedano, kdaj moraš dati popravek. Je zelo natančno opredeljen. Ni tako, da bi ti zdaj, da mi lahko pišemo, kar mi želimo. Ti kazensko odgovarjaš za določene zadeve, ki jih pišeš. Tebi zakon predvidi, da greš lahko na sodišče zaradi tega. Tebi zakon omogoča, da če se ti nekaj oziroma zahteva od tebe zakon in ti lahko institucije prisilijo, da ti članek, se omakneš, pa dodaš popravke ali pa moraš to objaviti. Da ni glih tako, da nas ne bi nadzorovali, pa da neko misli, da se oni pa lahko delajo, karkoli želijo. Mene lahko kadarkoli kdorkoli toži. Pa se to dostakrat zgodi, da recimo kakšnega novinarja tudi tožijo? To to je zelo pogosto. Tožbe so pogoste, ja? Ja, to ni tako redko, kot si ljudje mislijo. Največkrat to naredijo, da so grožnje s tožbami. Pa te tožbe tudi uspejo? Ne, redko. Čisto odvisno, lahko uspejo. So uspele, če si se zlagal. Če si ti povedal po pravici, ne bodo uspele. Ampak te večine, le pred kratkim so šele ustavno sodišče, da mi recimo smo ena redkih držav v Evropi, mogoče verjetno še kakam, da smo mogli mi po zakonu, če so zahtevali od tebe, kdo je tvoj vir, si mogel povedati, kdo je. Šele pred kratkim je ustavno sodišče reklo, ne, da to pa res več ne rabijo. In bi ljudje mogli sedeti zaradi tega, ker nočejo povedati, kdo je vir. Pazi, demokratični državi, ki bo vir, ker zakaj imamo mi recimo tajne vire, ko mi pravim, največkrat je tako. Ne zato, da bi ljudje imeli neko agendo, ampak ker so ljudje konkretno prestrašeni, kaj se bo z njimi zgodilo. Ker enostavno ne vejo, ne samo zaradi službe, Slovenija je majhna država, te bo nekdo en galena, kakorkoli ga ima kdo rata, ker ne, pač on službo bo vzel vedno probleme. Če gledaš tako, ne? Ker je majhna država, ni to Amerika ali pa Nemčija, ko imaš 100 milijonov, greš drugo mesto, nekaj tega, Maribor te bodo vsi poznali, ali pa greš nekaj tajega. In večina žvižgačev ravno to, in nočejo imeti problemov, radi bi, da se govori o tem, ker vidijo, da je to neka svinjarija, nekaj takega, nočejo imeti pa problemov, bi radi mirno spali. In to ti največ pove, jaz bi rad samo mirno spal. In to ti daleč največje, ko število njih pove, ne. Pa med kolegi dosto opažaš kakšne take, recimo temu, da ji služba pride do čez kožo. Ja, to je zelo pogosto. Kaj največkrat imaš grožnje so recimo ena taka stvar, ki se moraš na njih nekako navaditi, ali kaj bi rekel iz tega vidika. Ne? Grožnje, to je kar problematična. Dobra, arogance, itak, kaj doživljaš naskozi, moraš biti kar trdokožen, da poslušaš vse to, kaj je. Itak te napade, itak ti grozijo, itak te žalijo, itak te grejo na vse možno, ne. Ampak je težko, je kar problematično zna biti. Sploh pa če delaš kako bolj zgodbo, ki je recimo malo bolj taka s kriminalom povezana, nekaj takega je tudi nevarno. Ne. So bili napadi na novinarje in grožnje. Pred kratkim je bilo, kje je že na Slovaškem, ne? Je bil nek novinarka. Ne? Novinar pa na Malti je tudi bilo. Ne? Pa se je po temu se je postavilo dno tej zgodbi? Se je odločilo kaj v tej zgodbi? Mislim, da so kar oštro pol nastope. Se je to najhuja stvar, veš. Nisem tega, se policija... Mislim, da je bil premier upleten v to, ne? To pa ne vem, nisem teh zgodb, res nisem toliko spremljal, ampak so kar oštro reagirali, veš. Kakorkoli rečeš, tudi nima ljudje toliko slabih izkušenj, ampak če vejo, da so novinarja ubili za te, ker je preučeval njihovo, ne, bodo kar oštro ljudje reagirali, ni tako, da bo zdaj sam si je kriv. Ne. Ja, pa v Bolgariji je bilo, da je pred kratkim neka novinarka. To je dosti kar nevarno. Tudi je postalo to, recimo, če gremo zdaj gledati na telefon, boš videl, koliko je sporočil dobivam, v smislu, kmalu bo medij ali pa novinar, odvisno, ko bo tudi za tebe prišel čas, ko boš kao COVID resnica, ne, ko bo narod bo spoznal, pa te bo obesil z lipe, pa ne vem, take zadeve. Skozi dobivaš. Ne. Zanimivo, ne? Verjetno je bil novinar bolj spoštovan, ne, kakšne stolice nazaj. Na koncu, če imaš ti premierja trenutnega, ki te napada vsakega novinarja, ko ima na 30 let in je to očitno open to to, ok, ne, fair enough, če se to tako pač prvi v državi reče, da je to normalno, da ti novinare napadaš na vsako stvar, ki mu ni všeč, da ti napišeš, ne, lej. Je pač to nova realnost očitno. Zdaj, če bojo pa ljudje sprejeli to realnost, je pač ta, jaz je ne sprejemam. Misliš, da so ljudje torej neupravičeno
neopravičen gnev imajo do novinarskega poročanja. Mi smo zdaj postali pač punching bag, veš, za ene in za druge, in to mi smo za vse krivi. To je tisti rek, ne? Don't blame the messenger, ampak ljudje ga radi. Ne? Don't kill the messenger. Messenger je tisti, ki je pred tabo, medij je tisti, ki bo oni se skozi, mi smo krivi za vse. Recimo, zakaj poročate o teh ukrepih, zakaj te ukrepe skozi? Nimamo mi nič s temi ukrepi. Mi poročamo o teh ukrepih, ampak smo mi, ti ne moreš predstavljati, kolikokrat nas kličejo, da smo, zakaj mi to ne popravimo ali pa nekaj takega. Je težko včasih to ločiti od tega, pa zakaj to piše, zakaj niste to. Kaj bi pa rekel o trenutni dilemi glede državnega medija RTV, ker ga tudi večina ljudi ne želi več plačevati prispevka? In kje je ta večina ljudi? Mislim, ne, mnogi ljudje. Ne, torej, tako. Gremo se enkrat stvar strateško pogledati. Mi ne moramo reči, večina ljudi ga že ne želi plačevati. Ferena? Čeprav če to bilo dosti enostavno preveriti tako, da bi bil prispevek prostovoljen, pa bi potem videli, če ga večina plačuje. In večina ljudi tudi recimo ne želi plačevati avtomobilskega zavarovanja, obveznega. Zakaj bi ga? Bom si že zavaroval po plaču, če bo. Ogromno stvari, daš lahko na referendum ali pa nekaj tajega presodiš, ki so posledice. Zato pravim, da treba pa te zadevi strateško razmisliti. Kakšne bi bile posledice tega? Kaj to pomeni? Gremo nekaj narediti glede tega. A je to pomembno, a to ni pomembno? Kako imajo druge države urejene? Mi bi šli pa sem, gremo to narediti. Koliko so... itak boš pa v Sloveniji večina nam, če boš rekel, da z nekaj pa ne bi radi plačevali, pa itak si rekli ne. Čeprav mislim, da tudi pred tebe so marsikaj, ko prej večina ne želi plačevati, pa to pa ni tako enostavno. Ne. Tudi, ko so bile neke ankete na internetu, pa to niso bile... Mislim, se pravim, se najbolj relevantna anketa bi bila, če bi bilo plačevanje prostovoljno. Ne? Ampak gremo reči, plačevanje bo prostovoljno. Recimo, kaj boš pa naredil? Ja. Kaj se bo naredilo? Boš plačal ali pa ne boš? Kaj se bo naredilo z RTV-jo? Kaj se bo naredilo zakon o RTV-ju? A to pomeni, da mora financiranje priti z ministrstva ali da sploh ni financiranja? Mislim, verjetno bi se morali določiti, katere vsebine, ne? Verjetno tiste vsebine, ki so manj političnega značaja, ki ustvarjajo manj nekega razkola. Ne? Kjere pa so te? Veš, to je una stvar, ko mi ne vem, njihov orkester. Samo par vsebin imaš, ki so političnega značaja. Velika večina stvari, ki jih RTV naredi, nima s tem. So vsebine za manjšine, so dokumentarne oddaje, vsega ostalega. To, kar imaš ti dnevnik ob 7, pa Odmeve, pa Tarčo, ne vem, kaj je zdaj še problem. Vsega skupaj 2 uri programa na dan, kaj pa ostalih 20. No, potem imaš še internetni medij, ne, verjetno njihov. Ok. Ampak spet tam imaš, recimo gremo reči, koliko je 2 od 24, to je, gremo reči, da je 3 ure, se vseeno. 3 deljeno 24, koliko je to? 10% programa je političnega. Pa 10, recimo, da je 10%. No, pa treba gledati še kakšne razvedrilne oddaje, kakšne oddaje, dokumentarne oddaje, ki so tudi lahko ali pa niso političnega značaja, ne. Izobraževalne oddaje. Ja, imaš jih cel kup, od malih sivih celic do pričevalcev, do vsega ostalega, kar imaš ti. No se pravim, tukaj, se mi zdi, da ustvarja razdor. Ja, pa bo nekdo, zakaj bi bil razdor? Se tudi poanta, da je malo razdora. Ker največja neumnost, kaj imajo ljudje pri mediju, ko rečejo, da mora medij vse zaobsegati. Na podlagi česa? Ni mi jasno nikoli bolj, ko pravijo za vsega obsegati, ker kaj se je pa vedno zgodilo. Mediji smo relativno neutralni, veliko bolj neutralni, kot si večina misli. Ampak težava se pa pojavlja pri tem, da potem ne za ene, ne za druge nismo dovolj neutralni, kot bi si oni želeli, da bi bili mi neutralni. V smislu, da bi bili neutralni na njihovi strani. Če si predstavljaš, kaj mislim. Levi bi bili radi, da je neutralnost njihova, desni bi radi, da je neutralnost njihova. No, seveda, vsak se bi neutralnost postavlja razlaga. In za tega je. Zaradi mene, jutri, če se gre popolno ukiniti financiranje RTV-ja. Ampak potem se moramo mi dejansko strateško odločiti, kaj bi mi radi. Ogromno naših, ker je mlada država, od snemalcev do tistih, ki delajo dokumentarcev, do vsega starega, je pravzaprav prek tega tam ustvarja vsebine, ki jih drugače ne bi imeli. Od nacionalnih parkov do milijon zadev, kar oni počnejo. Jutranji program, ki je nekaj najbolj benignega, kar obstaja, pa vsega ostalega, ki so stvari, ki jih ljudje gledajo, ki jih potrebujejo, radiji, muzika, lokalni, milijon zadev, ki za sabo potegne. Reč samo, da bomo mi za ukinili financiranje, ker ga mi ne želimo plačevati. Pa se ne zavedamo posledic tega, je potem isto, kot da bi mi ukinili zavarovanje, rekli, zdaj bo pa lahko vsak zavarovanje plačeval sam. Prosti trg ne bo otvoril, ampak vedemo, da se bo zgodilo, recimo tretjina ne bo plačevala. In kam bomo pa dobili? Ti se boš zaletel mene, ker nimaš zavarovanja, nimaš nara, jaz bom avto razbiti in to je to.
ker nismo pomislili, kaj bi bile možne posledice. Ja, seveda. Ne? In zaradi tega pravim jaz vedno, ko govorimo o RTV-ju, o kjerkoli drugem, dajmo premisliti, dajmo strateško pogledati, kaj je potrebno, kaj moramo narediti. Ne gremo skakati v bazen z glavo, ne da smo ga preverili. Pa je to, govorim isto, pa ne sem za RTV, govorim za vojsko, govorim za ministrstvo za okolje, za kulturo, za razvoj letalstva, za vsega ostalega. Mi smo ujetniki naših hipnih teh, da bi nekaj naredili, in ko pridemo do naših, kaj bo posledice, pa kar nekaj zamre cela zadeva, ko vidimo, da je to veliko bolj kompleksno. Gremo se mi, preden bomo rekli, da bomo nekaj naredili, odloči, da bomo mi nek strateško pogled, kaj bi mi radi imeli, pa gremo pa to narediti. To ful pogrešam pri nas, pa je to lahko RTV, ministrstvo za obrambo, karkoli. Ne, isto boš naletel na vseh nivojih. Kvečemu bi rekel, da se dost malo nekih hipnih odločitev sprejema. Vse večina stvari stoji. Zato je, ker so bile na podlagi hipne odločitve, da bomo mi to naredili. Ti imaš milijon zadev, ko se zgodijo ravno na ta princip. Mi bomo naredili tole, prav zmaga na volitvah, se eno kdo. Mi bomo naredili tole, obljubimo vam v enem letu bo to narejeno. In potem, ko pride skozi vse te procedure, yes minister, si gledal kdaj. No, približno Sir Humphrey, pa tako zgleda tudi v katerikoli birokraciji. In pa je prišel, da bo on zdaj spremenil nekaj, na koncu je pa lahko prtiček recimo postavil drug, ker ostalo je pa vse potegne za sabo, vse analize, pa vse ostalo, kar pride s tem. In to je bilo že prej, ko smo se pogovarjali, da mi nimamo neke vizije, točno kaj bi radi naredili. Ko imaš ti vizijo, se lahko izogneš marsikaterega birokratskega ovira. Ko pa ti nimaš vizije, ampak želiš samo to, in ko ti oni vržejo vse birokratske ovire, boš kaj pa zdaj? In pa zadeve naše zamirajo na marsikaterih nivojih, ko ne bi smele. Pa to izobraževanje v šolah. Pa to, da bomo mi, ker sem v mariborskem letališču večkrat pisal, da je to res taka bizarna zgodba, ki mi ni jasno še, kaj bi oni radi. Pa še milijon drugih. Greš terminal narediti nov terminal, zato ker si pač dobo evropska sredstva, ker se ti zdi fajn za letališče, ki pa nismo niti strategija za pol leta, kamoli za 10 let. Oni so neke Kitajce dobili, pa jih pol ni bilo. Ja, oni so Kitajcem pol obljubili, da bodo nekaj jim dali, nekaj, pač, ker pri nas so tele ki so že okoljske, veš, te državni prostorski načrti. DPN je to. V Portorožu stoji že 20 let. 20 let. Maribor ne vem koliko časa stalo, mislim, to je grozljivo, veš, to, da se te zadeve niso sprejele v enem letu, meni absolutno ni jasno. Ker mislim, po mojem v tem cajtu, kot so v Portorož, ne da bi Saharo že državni prostorski načrt lahko naredili. Ker nimamo vizije in isto je ne pri teh RTV, veš, mi vsako stvar gledamo hitno. Moramo narediti več stanovanj. Ok? S čim? Kje? V redu, vse znamo, da moramo. Imamo vizijo, vsi smo recimo osredotočeni, da imamo več stanovanj za mlade. Kje bomo to naredili? Večina bi rada živela v Ljubljani. Bomo vse v Ljubljani zgradili. Kaj smo mi naredili, da bo recimo nekdo želel v stanovanju v nekje drugje živeti? A smo tam do kakšne ostale načine prenesi? Bomo tam imeli super internet? Bomo jim omogočili nekaj? Ne pa da imaš ti šablonsko stanovanje v Ljubljani in šablonsko stanovanje tam. Mislim, po mojem pažnju je danes veliko ljudi dost, kot bi rekel, kot da imajo presekano žičko za delovanje oziroma za to, da nekaj spremenijo v sebi. In se mi zdi, da je to dost posledica do tega, da je veliko ljudi prestrašenih, da bi nekaj spremenili, da bi nek projekt začel, konkretno kot si jih omenil te projekte. Ali pa kot, ne vem, da si naredijo neko svojo stanovanje, hišo, posel, biznis, karkoli. Tudi zaradi tega, ker je dejansko postalo, se mi zdi, ozračje takšno, da imajo prvič v glavi to, da je vse prepovedano, ali pa da je povsod težko začeti, ali pa da so povsod neke omejitve, povsod se ti nekdo lahko po domače povedano uselje na tvoj projekt. In se pogosto da. In se to pogosto da, pritoži ali pa ti ukine sred procesa, ko si vložil že veliko časa za to. In se mi zdi, da kakor sem sam govoril z ljudmi, pa ki jih opazujem, in podjetnike, in mlade, ki še vstopajo v življenje, tisti starejši, izkušenejši so nekako brez energije, zaradi tega, ker kot mi pravijo, jih je življenje toliko potovklo, ko so se borili z mlini na veter, da jim enostavno se bolj splača biti samostojen podjetnik ali pa imeti enega, dva zaposlenega, ker kaj več ustvarite takoj po prstih.
Pri mladih pa potem se to prenaša, ta energija se mi zdi naprej in tudi ni neke vere v to, da se lahko postanem kaj več kot samo plebejec, kaj več kot samo kruha in iger, ki jih imamo danes na vsakem dosegu prstka ogromno, ampak manjka se pa tega, da bi človek lahko nekaj ustvaril, ne sem konzumiral. Ampak če zaključiva s tem lepo, je pa spet prideva na prvo točko, ki so se mi pogovarjali, da smo za vse krivi mediji in za kako bodo se nas se postavila zadeva okrog. Mi v teh zadevah poročamo, kot bojo bile. Mi ne bomo nesrečimo poročati, tudi v politiki relativno straightforward. Ogledalo. Je ogledalo tega, kar je. Ni pol naša stvar, ker smo se mi veliko bolj prilagodili in digitalizirali. Mi tehnologijo uporabljamo, ker država še dolgo ne bo uporabljala. Naša naloga v najna, ne kot medija, pa tebe, ko me sprašuješ, pa jaz kot del, ampak najna kot državljana je s tem, da bi mi imeli jasno vizijo, kaj bi mi radi naredili v državi, da bo te zadeve laufale. Ne kriviti medije, ne kriviti RTV kot nekaj, ne vem kaj točno, ne kriviti nekaj, kar se je zgodilo 70 let nazaj, pa se je ostalo. Mi smo dejansko ujetniki tega istega, kar se predogaja. Jaz sem prvi za hec, lahko pogledaš na večini naš ta Wayback Machine, pa si hoj pogledati medije leta 2002. Jaz sem šel zagledati za 2003, ker sem rabo nekaj. Ne? Pa boš videl, da je bizarno podobno. Ne o tem, da bi mi na ta način poročali, ampak kaj se je poročalo. Se pravi, iste zapleti, iste birokratske mlini, ista zadeva se je naredila in mi nismo glede tega, da bi korak bliže drugi Švici z tega pripeljali. Ampak če zaključiva z vizijo, kaj bi ta vizija mogla vključevati? A pa te tako vprašal, kaj pa če ta vizija, ki bi nas lahko potegnila ven, da nekako družba zaživi, ki bi naredila neko, recimo temu, revolucijo, ampak v dobrem smislu, ne krvavem smislu, če bi ta vizija mogla vključevati vse neke elemente rušenja, ker se mi zdi, da ni možno ustvariti kreativnosti brez destruktivnosti do nekih nedelujočih elementov, kreativna destrukcija, recimo temu. Če bi ta vizija mogla vključevati, in jaz mislim, da skoraj vsaka vizija, ki nekaj novega ustvarja, ker vizija je močna beseda, mora vključevati neko destrukcijo etabliranih elit, ki trenutno so dobro ugnezdene. Če bi ta vizija mogla to vključevati, pa če so mediji mogoče del teh elit, ki so dobro ugnezdene in jim je v redu tako, kot je trenutno, in mogoče v redu, in se ne prisprašujejo, zakaj bi mogli, ne vem, čisto spremeniti izobraževalni sektor, zakaj bi mogli čisto spremeniti sektor dela in tako naprej. Malo drugače parafrazirati to, ker vem, kaj bi rad rekel, ampak nisi pa dobro primer, ker si nas spet postavil na elemente izvršilnih državnih orodij, na katere mi nimamo operativnega vpliva, mi lahko od njih poročamo. Mi ne moremo stopiti tam reči, to naredite. Mi lahko rečemo, bilo fajn, da to naredite, ampak ni naša stvar, da mi to naredimo. Mogoče vprašanje tako, ali vsakdo, verjetno tudi mediji, mu je vsem prvi namen, morda ne to resnica, ampak nažalost mogoče preživetje. In če ta vizija boljše Slovenije ali pa če bi vključevala to, da mogoče kakšni mediji ne bodo preživeli, ali pa če mogoče mediji ne bojo več toliko pomemben del, ali pa če ne bo več toliko medijev sploh v družbi. To se bo zgodilo. A bojo mediji o tem poročali? Ali bojo raje izbrali preživetje? Misliš, da mediji poročali o spremembah ali o tem, da bodo preživeli v tem smislu? Da bi tudi favorizirali takšno vizijo ali jo bojo rušili. Ker če hočejo imeti takšno vizijo, ker smo govorili o viziji za boljšo Slovenijo. Pa če bi ta vizija vključevala manj medijev, a bojo mediji favorizirali to vizijo ali jo bojo rušili? Medijev bo manj, to je dejstvo. Ja. To se bo, majhen trg je, tako ne bo šlo dolgo več. Ne? Se bo zgodilo, se bo zmanjšali na takšen drugačen. So se že kar dost, da smo si na jasnem, ampak se bo še kaj zgodilo. Glavna stvar, ki moramo mi rušiti, je ne, da bomo rekli, da je kriv Janković, ne, da je kriv pač ker je samo Jankoviću zelo zanimivo. Ne? Ampak mi moramo dejansko rušiti našo mentaliteto do tega. Ker mi, kaj smo naredili, mi vsako stvar gledamo skozi negativno. Sem primer si povedal. Masko. Musk je kar marsikaj naredil iz sebe. Elon Musk. Jaz sem mislil maske. Ne, ampak Elon Musk
ko bom gledal, kako si Slovenci o njemu poprečno razmišljal, rekel, da je čuden, da je ekstravagant, da je naš tak. Se prav bomo posmišljali negativno. Jaz, kar bi si največ želel v ljudeh, je, da bi malo bolj pozitivno gledali na neko stvar. Ne sem premedil. Rečejo, ni se slabo, to ste dobro naredili, to je ful dobro, mi imamo to ful radi, kaj to počnete. Ja. Dajte to malo poštimati. Ker je ful razlika kot pa katastrofa, lejte, kaj vi delate. Ker je to isto, jaz sem ogromno krat opažal na kakih sekretarjev ali pa kaj podobnega, ko jih si blatijo, napadajo pa nekaj tega. Oni nočejo nič narediti, ker vejo, da jih bojo spet napadli. Ampak če bi oni njim rekli, to ste ful dobro speljali, dajmo še kakega takega narediti, pa tam ste se tudi zmotili, dajmo, ampak to je bilo pa res ful dobro. Si mogoče malo tele naši marsikdo bi se kaj upal narediti. No, to si v redu povedal, da si želiš več tega pozitivizma, da bi sprejeli ljudi, kot je Musk, tudi pri nas ljudi, ki hoče nekaj spremeniti. Ker ti boš imel to, kar si ti rekel, ti boš imel 100 ljudi, boš imel enega, da bo res bil malo bolj vizijski, ampak jaz še vedno pravim, da večina ljudi ima v sebi energijo, pa tudi. Ampak niso ravno mediji tisti, ki mogoče ubijajo to energijo, vsaj pri javnih osebah, ne? Ker jih tako hitro, vse kako pa mediji reagira na neko spremembo, če bi se nek sekretar zdaj odločil nekaj res radikalno drugačnega narediti. Verjetno mediji ne bi jih to najprej poročal kot dajmo mogoče debato, to je pa pozitivno morda lahko. Ne, najprej bo verjetno bum, kaj si ta dovoli. Čisto odvisno. Mi smo cel kup zadev si imeli, do okoljskih, do tega smo mi zelo pozitivno poročali. Ko so bile druge zadeve, ko so bile tako, kaj točno vi zdaj bi radi naredili, so bili tudi tak ton, točno kaj za vraga bi zdaj vi radi naredili. Ti imaš cel kup teh zadev, da mi ne o teh zadevah, še to je najbolj ne bomo negativno pa pozitivno poročali. Oni bi radi spremenili zakon, kaj bodo rekli strokovnjaki o tem. Najbolj pogosto. Redko se bo zgodilo, da bomo mi podprli nek zakon. To tudi v evropski mediji tega ne radi počnejo. Tudi nimamo te tradicije, kot imajo Američani, da se podpirajo neki zakoni. Ampak so se pohvalili številni projekti, ki jih je država naredila. In se še naprej hvalijo številni projekti, ki jih država dela. In se jih tudi pohvali pa različno. Se jih pa tudi znegira. Ne moreš pa politika enako primerjati kot enega povprečnega državljana. Mi imamo do politikov zelo drugačen odnos, kot pa imamo do enega privatnika, pa bo to Boscarol, pa le kaj se je z Boscarolom vsemi temi zgodilo. Pa skozi jih mediji delate za stojno reklamo, pa ne vem nekaj takega, pa lejte to. Verjeme mi, je bilo tega ogromno, bilo tega za poslušati. Pa jih skozi rekel, poskušamo pohvaliti. Pa če je tudi Boscarol kaj neumnega, rekel se je tudi to povedal, če recimo, ni bil on tak tipičen primer. Ampak negativizem, ki ga je v Sloveniji nad temi, da se ljudi tlačilo navzdol, je malo bolj problematičen, kot se nam zdi. Jaz mislim, da bomo mi cel kup ljudi, ki so zelo inteligentni, bi znali tudi kaj narediti, pa tudi kako zadevo speljati. Ampak dokler mi na vsako zadevo skočimo, pa ne mislim mi kot mediji, mi bomo, da smo ljudje že od malega, že od šole pripravili do tega, da se, ker nočejo biti grajani ali pa napadeni, niti ne poskušajo. To je najhuja stvar. To je meni najhuja stvar, ker tudi doživljam v službi, pa se ostalo, pa moramo to pa le, kako bomo pa to, probi. Nimamo te mentalitete. Ok, in vizija, če zdaj zaključva, bi pa mogla vključevati, da se ta mentaliteta mogoče vsaj malo spremeni, kot se rekel, veliko pametnih ljudi imamo, ki bi lahko ustvarjali, ampak se zavira drugega. Jaz mislim, da ko bomo prišli do tega, da bomo mi malo bolj pozitivno to stvar gledali, pa da bomo vsaj ljudem rekli, zmotil si se, v redu je, you will live, pa to, da se bo marsikatera zadeva spremenila. Bi tukaj morda izpostavil to, da morda rabimo, oziroma družba v takih trenutkih rab nekoga, ki bi potegnil zadevo naprej. Ki bi, torej nek posameznik, v tem primeru verjetno nek politik, da potrebujemo neko osebo, ki bi nekako bila sposobna za tudi svojim nastopom, medijskim nastopom. Ljudi, ki se trenutno pričkajo med sabo in drugega tlačijo dol, nekako spraviti na pravo pot. To bi bila rekel, Joker karta, ampak jaz ne verjamem. A je drugače možno? Jaz mislim, da to je kot ekipa, ki je ko zmaguješ 2 seta in potem imaš pa en set popolnoma porazen. Ne? Jaz mislim, da je predvsem. Rabiš kapetana dobrega. Ne? Ja, se strinjam s tem, ampak to je Joker karta, ki bi bila vredna $1 milijon ali pa milijardo evrov, da bi to imeli. Mislim, da moramo mi to postopoma začeti si počasne, da se tako dela. Man in the mirror. Ja. Torej vsak pri sebi. Zato, ker jaz sem full skeptik glede teh Joker kart. To je una stvar, ker sem glih naredil ta letalski izpit, je ta cela stvar.
Vsak misli, da je Chuck Yeager. Da kaj? Da pač ne najboljših pilotov vseh časov. Ne? Ni vsak eden najboljših pilotov vseh časov. Ne? Ampak to ne pomeni, da ne bi rad postal eden najboljših pilotov vseh časov in da se mu vse napake. Letalstvo je največja stvar, ki je recimo ful dobro, ki bi jo recimo lahko uporabljali tudi drugje. Napake boš delal, napak boš naredil ogromno, važno je, da napake analiziraš in greš naprej, od vsake napake boš močnejši in se boš nečesa naučil. Ne? Ker napake v letalstvu so zelo pogosto smrtonosne. In zaradi tega so napake nekaj največjih dobre učiteljev. informacije. Ja, in se jih ful učim od napak drugih, pozitivno in se ti pokaže. Vse glih v letalstvu je rekel, da vsaka letalska žrtev pomeni manjša verjetnost, da boš ti letalska In žrtev. to recimo je meni ful dobro mentalno, ko si tam. Ne? Ti boš naredil napako, si narobe ocenil veter, narobe ocenil globino, si malo udaril. Toliko faktorjev, ki ti kot človek jih ne moš niti akceptirati okrog tebe. Ne? Mi nismo narejeni kot možgani naši, za tega se moraš natrenirati, da mi letimo 300 km/h v zraku, v štreh. Se moraš natrenirati iz tega, ampak je glavna stvar, da je cela sfera okrog učenja tam je, da so napake sestavni del učenja, ja. in da Da so to informacije, niso napake. tako, da so to informacije. Pri nas v šoli pa se je ostalo, veš, moje dobo 4. Kaj bom pa zdaj? Ja, ne, če dobo je 4, daj, you will live. Ne, mislim, daj, raj ga spodbuja, če je ful dobro v biologiji, da se biologija ne rabi med kemije, geografije 5, če ima biologijo ful dobro in je ful dobro. Daj, gremo najti pozitivno v te osebah, kaj je. Pa moš pa ti, si zmenga, ko so šolca, nikoli ga ne pozabil. Je učitelj za matematiko kar dost hecal. Pa asistent na faksu postal. Ta zmota se je, po moje, vzpostavila predvsem zaradi te racionalistične naivnosti, ki je prišla tudi malo iz znanstvene sfere in sicer, da moraš vedno vsako stvar narediti v detajle perfektno oziroma vsako stvar preveriti in da moraš biti 100% siguren, da nekaj narediš. Ampak znanost ima osnovo, spomni se, znanost je tista, ki ti bo rekla, prva, ki ti reče, ti, ko boš neko študijo objavil, jo boš dal na javnost tem svojim kolegom, da jo bodo preverili, pa ti bo rekel, če si imel prav ali pa ja, peer review. Ne? Tega to pri nas ful manjka. Ti imaš pri nas človeka, ki ti bo naredil neko neumnost, rečeš, ok, bomo naredili, pa bomo speljali naprej, pa da je v depresijo, pa ne vem, nekaj tako. Ja, tako, hitro se zlomi zaradi tega. Za brezveze. Za brezveze. In to bomo mi naredili, mi smo relativno mlada država, mi smo relativno začetek demokracije, bomo čisto iskreni, mi smo stabilna demokracija, že tako nimamo, nekih dolgoročnih standardov, pravzaprav jih še skozi postavljamo. V Evropski uniji smo, mladi drugače dojemajo demokracijo kot starejša populacija, zavedati se moramo tega. Starejši marsikaj ne razumejo. Starejši, če gledamo mi za nekoga, ki je star 60-70 let, je bil ta preskok v Evropski uniji od odprtih meja, Erasmus, vse to je bil tak skok, da ga niti ne razumejo, če se jaz pravim. Jaz mislim, da veš, tudi kar se tiče pravic manjšin, LGBT, kar se tiče, ne vem, milijon zadev, določene zadeve, ki so še meni nenavadne, pa so recimo relativno mlad, pa si tako rečem, ok, ne, jih starejša populacija ne razume. In mlajša generacija ne razume te potrebe po marsikaterih elementih. Pač mi moramo imeti, ne vem, slovensko zastavo na vsaki stavbi. To je rekel, ok, ampak zakaj? Tega še starejši pa nas ne delajo, ampak to je bila ameriška. No, jaz recimo sem vedno zastavil, ne. Je bila glih ta cela zadeva. Pač zakaj imaš zastavo? Pač je domovina, je zelo pomembno, da ti izkažeš, pač vsaj za praznike, če vse ostalo nimaš, ne. Pa sem recimo vmerem bil tečen, da sem imel slovensko zastavico, ki je kaj bila, ne. Ampak, a smo se mi mladi populaciji razložili, zakaj je fajn, kaj tebi ta država pomeni? Dej, spomni se ti naše šolanje, smo mi kdarkoli imeli debate o tem. A veš kaj, pri nas smo pri zgodovini končali, pa verjetno tudi pri vas, veš kaj, tik pred osamosvojitveno vojno. Torej, obdelali smo vse Egipčane, Rimljane, samo Ja, ne, mislim, jaz sem imel Truščane, jaz sem bil doktor za Truščane, moja une tam stare. Ampak recimo stvar, ki smo mi ful pozabljali, mi nismo mladi, domovina, domovinska, ne, ampak mi nismo mladi rekli, lej,
Država je ful pomembna. Država smo ljudje skozi stoletja in tisočletja naših kultur poskusili približno prišli do česa, kar nekaj drugega. To tebi omogoča, da če zboliš, da bomo mi kot družbi poskrbeli zate. Zastava, ki jo ti pravzaprav kažeš, ti kaže pripadnost temu, da ti zaupaš svojim kolegom oziroma sonarodnjakom, da ti bojo pomagali. Mi nismo te debate imeli v šolah. Mi nismo imeli te debate, zakaj je to pomembno za nas. Ne, da pač imamo nek basic družbeno pogodbo, ki nam neko varnost da, da ja, ne boš glih umrl, če... Ampak se zato pa smo ste mediji, ki te debate sprožamo. Tudi ena od takih debat To je res. je danes. To je res. In kdaj, če ne zdaj, imamo najlepšo priložnost, da v dobi interneta, ko res lahko praktično vse pomanjkljivosti, ki jih vidimo v družbi, pa ki bi želeli, da to pa mora biti drugače. Evo, zdaj imamo možnosti, da jih obesedimo, pa tudi realiziramo. Že mogoče saj v svojem poslu, v svojem poklicu in potem s tem vplivamo tudi na druge. Da, hvala ti, da si se pridružil na pogovoru, pa mogoče še kdaj kakšne iskrice. Na sensu se že zmenila, bo v letalo. Se res, to si mi dobro povedal, wow, kar na letalo povabo. Lej, jaz se račkar bojim višine, ampak Na letalo nimaš feelinga, jaz se bojim tudi višine. Se sem bil tudi v takem manjšem letalu enkrat, tako da nisem imel več problema s tem. Edino problem, ki ga imam z letali, je to, preferiram avto za enega razloga in sicer rad imam kontrolo, oziroma zaupam svojim kompetencam, pa tudi tvojim, ampak veš, kaj mi je preletalo to, tudi če strela pride, ne, pa si ti odličen pilot. A imamo kakšen parachute, a imamo kakšen, je to naprej? Celo letalo je napadalo. A res? Ok, pa grem. Pa tudi drugače, tudi če ga ni, ne, je koruza, imaš Jadraš lahko. komod, imaš 98,9%. Zakaj pa je pol toliko teh nesreč, tudi z majhnimi letali? Vse to pogoste so nesreče. Zakaj, če je toliko enih Veter pride, recimo ti priješ v finalu, tam pa te veter malo rukne, veš, ti si 500 kg, 600 kg težko letalo, veš, pa pride veter iz 10 km. Te obrne. Ne te obrne, zasuka te malo levo, veš, pa te recimo vrže 5 metrov levo, pa malo nisi pazil. In to je že problem. Ja, lahko, če je ostala za oska, lahko preletiš recimo na kol. Veš, pa recimo največkrat so itak pilotske napake, ko ti poletaš, moraš paziti, da nisi prevegal gor, pa da nimaš dol. In to so največje, da potem potegne gor, pa pade, pa se razbija. Pa to. Če delaš ti znotraj pravil, pa tega je, pa da delaš vse čeke, pa vse checkliste, to zelo jasno, toliko ljudi že je poškodovanih, je zelo majhno. Boje bile na nesreče in se bojo dogajale še naprej, ampak jih lahko z nekim pametnim pa... Če je dober pilot, praviš, je smrtna nesreča skoraj nemogoča. Tudi če motor odpove, tako. Pa bi mogel biti res že orkan. Ne bi niti letel v njem. Dober pilot ti bo rekel takrat, da jaz ne grem leteti v tem. A pa bi ga že opazil. Tudi ni tako. Ti ponavadi, se pravim, velika večina nesreče je overconfidence, ko se zgodi v letalih, veš, nekaj takega. Tehnične nesreče se zgodijo, veš, da za tehnične nekaj. Ampak niso tako fatalne? Redke so, to so tako redke, da imaš veliko večjo šanso, če bi jaz mislim, da ne bom pretiraval, bi mogel, ampak tehnične napake, skoraj bi ti upal si reči, da imaš večjo šanso, da boš na poti do letališča umrl, kot pa da bo za tehnične napake. Ker tehnične napake, ok, če je pri poletu, boš ni tako. Pilot error je največja težava. Ne? Da so imeli tudi neke težave s temi ameriškimi Boeingi, ne? A ni bilo kar neki padli? To je lahko pravim, zakaj ti pove, da bo letalo varno. Zato, ker oni, toliko ljudi, kad redno letalo, ima 100 folka umre, ne, recimo, to je katastrofa, to je kaos, vse ostalo. Ne. In to les detaljno preverijo, kaj se je zgodilo in poskrbijo, da ne. In letala se redno preverjajo. Letala ni tako, da ga ti kupiš, pa ga imaš v hangarju. Letalo je, najmanj enkrat na leto mora iti na pregled k mehaniku. Oziroma na toliko ur. In to je ful malo, to so take bizarne male ure, 50 ur recimo pa mora iti na mehaniku. Ko ti z avtom 50 ur nadiš v enem tednu, recimo tak, ne. Teda so te safety checki, da je neka, ni tako nevarno. Ok, no, pa se pa vidimo v zraku.